En lep dober večer vsem skupaj, Robert Rolih tukaj in dobrodošli na webinarju o kriptotrgu. Torej, danes bomo govorili o tem, ali kriptotrg je na začetku enega novega bikovskega trenda. Tako da bomo imeli en tak fantastičen webinar. Zdaj, preden začnem, dajte mi samo v chat napisati, če je vse v redu, če me vidite, če me slišite, če vse laufa. Super dela, ok, super, fantastično. Tako da danes smo imeli tam nekje 1000 prijav na tale webinar, zdaj nas je 340 v webinar sobi. Jaz mislim, da se bo to nekje do 500 dvignilo tekom webinarja. Tako da vsi boste dobili tudi posnetek, tako da tudi če boste imeli kakšne tehnične težave ali kaj takšnega, bomo potem vam poslali posnetek. Drugače pa na začetku, preden zalaufamo zadevo, preden grem v vsebino, bi vam pokazal oziroma bi vas vprašal par zadev. Torej, ali že vlagate v kriptotrg, bom tole objavil, torej par anket imam za vas, toliko da malo vidim, kakšno je vaše stanje, da vidim, če ste bolj novi v kriptotrgu ali če ste že vlagali v kriptotrg oziroma vlagate v kriptotrg. Torej, dajte odgovoriti na tole vprašanje na hitro. Bom še malenkost počakal, pa potem objavim rezultate. Ok, super. In bom zdaj tole anketico počasi zaključil. Ok, torej 61% da in 38% ne. Tako da super, tisti, ki že vlagate, boste dobili kar nekaj takih zanimivih informacij, tisti, ki pa še ne vlagate, pa še bolj ne, tako da v vsakem primeru bo to fantastična zadeva. Potem pa še eno drugo vprašanje imam, torej tisti, ki že vlagate v kriptotrg. Okay, to je vprašanje za tiste, ki že vlagate v kriptotrg. Koliko procentov investiranega denarja imate v kriptotrgu? Okay, bom tole zdaj objavil. Pa publish. Torej, koliko procentov investiranega denarja imate v kriptotrgu? To pomeni, če recimo, imate 20 000 evrov, ki jih imate vloženih v neke investicije, koliko od tega procentualno je v kriptotrgu? Okay, torej, koliko od vseh vaših investicij v sklade, delnice, obveznice, zlato, bla, 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 torej od vsega tega. Ok, torej, bom še malenkost počakal, super, pa dajmo tole zaključiti, še tole. Torej, do 10% 38% udeležencev, potem 10 do 30% 34 in več kot 30% 26. Ok, super, dobro. Bom potem tudi povedal nekako moje smernice, koliko in kaj, bi rekel, tudi sam nekako vlagam, oziroma koliko tudi nekako so moje smernice za vsakogar, ki pač se pridruži temu webinarju. Ok. Ja, tole je pa skupno ni 100%, ja, to je pa za okroževanje od Webinar Jama, se še malo učijo matematike. Ja, to sem tudi samo opazil, že kdaj pri teh anketah nekaj objavim in potem tako seštevam na tiste procente, ja, pa to pa ni 100% skupaj, ne. Tako da ja, hvala Lili, imate prav. Ok, super. Dobro, zdaj pa gremo kar v akcijo, da ne bomo predolgi tukaj na začetku. Bom samo zdaj med webinarjem torej jaz bom najprej imel vsebino, potem bomo pa šli na vprašanja. Okay, tako da bomo imeli kar dosti interaktivne vsebine, kjer boste vi spraševali, jaz bom odgovarjal, ampak med tem, ko bom jaz najprej vam predstavil mojo vsebino, bom pa tale chat naredil, samo malo chat, pa bom ga naredil, da je privaten, da bodo vsa sporočila bom videl samo jaz. Torej, all messages are private. Okay? Tako da to je zdaj to, tako da vas ne bo chat motil med tem, ko spremljate vsebino. Lahko pa tudi tukaj na desni strani, tam pri chatu, med chatom in mojo sliko, imate eno tako rdeče polje pa 3 pikce, tisto lahko kliknete, pa se vam dejansko slika čez cel zaslon potem pokaže, tako da lahko tale desni del si skrijete. Ok, cool. Dobro, zdaj pa gremo torej v akcijo. Samo sekundo, da jaz tukaj delim moj zaslon.
preverjam, če vse deluje. Ja, super. Zdaj bi mogli videti mojo kamero spodaj desno in pa moje prezentacije čez celo, tako da bi moglo biti to. Ok, torej, ali smo na pragu novega bikovskega trenda na kriptotrgu? Dajmo se pozabavati s to tematiko. Torej, kaj boste danes izvedeli? Prvič bomo malo pogledali malo širšo sliko dogajanja na trgih, torej kriptotrg ne obstaja v vakuumu, obstaja v nekem širšem kontekstu investiranja oziroma trgov, tako da moramo tudi malo poznati, kaj se dogaja okrog kriptotrga, da lahko uspešno vlagamo v ta trg. Potem, kaj nam prinaša prihodnost? Ali smo v začetku bikovskega trenda, ali bo kriptotrg šel v nič, ne? Torej, kaj se bo dogajalo, oziroma kakšne so verjetnosti, da se nekaj zgodi. Ker nikoli pri investiranju ne moramo govoriti o gotovostih, ne? Nič ni 100% verjetno, vedno govorimo samo o nekih verjetnostih, ne? Ki so manjše od 100%. Potem, ali je zdaj primeren čas za vložke v kriptotrg? Torej, to je eno tako pomembno vprašanje, kjer bomo seveda se ukvarjali s tem, ali zdaj vlagati, ne? Ali čakati, ali narediti, ali vse, kar imate prodati, pa počakati še malo. Torej, kdaj je primeren trenutek za vlaganje? Potem, kje se lahko opečete? Kriptotrg je izjemno tudi lahko nevaren, zato ker lahko zelo veliko denarja hitro zgubiš. Ogromno je nekih prevar, ogromno je nekih težav, ki se lahko pojavijo, če ne veš, kaj počneš. Tako da bom danes obdelal tudi to tematiko, da boste imeli neke dobre informacije o tem, kaj ja delati, kaj ne delati, česa se paziti, kje lahko zgubite denar, kjer vas lahko prenese okrog in podobno. In na koncu še vprašanja v živo. Tako da to bo današnje tematike webinarja. Zdaj pa gremo kar, preden grem v prvo tematiko, za tiste, ki me še ne poznate, verjetno me večina tukaj že poznate, ampak če me slučajno kdo še ne pozna, sem bestselling avtor knjige The $1 Million Decision. Torej, to je mednarodna knjižna uspešnica, ki je prevedena tudi v več jezikov že. Torej, imate tukaj, je mandarinščina, torej kitajska mandarinščina, izdana je bila na Tajvanu tudi. Torej, levo je bolgarska verzija, izdana je bila tudi v Indiji in tako naprej. Knjiga mi je prinesla zelo veliko medijske pozornosti, o njej so pisali praktično vsi slovenski mediji in pa tisto, kar mi je pa najbolj bilo seveda pri srcu, je pa to, da sem prišel tudi na ameriško televizijo, tako da bil sem povabljen v oddajo The Income Generation na Newsmax TV, to je podobno kot CNN, tukaj poznamo pač v Evropi bolj, ne, ampak v Ameriki je pač ena od tistih glavnih mrež Newsmax TV. In Rusiji in tako naprej. Tako da v tem času tudi ogromno seminarjev po celem svetu, od Londona, tale recimo mi je bil fantastičen, to je The Expert Empires seminar, kjer sem si delil oder z temle gospodom, ki ga verjetno vsi poznate, Gary V. Nizozemska, Rusija, Švedska, Avstrija, Italija, Španija, mislim vse živo. In danes tisto, kar mogoče lahko malo še izpostavim, je to, da kupci mojih dražjih online programov o investiranju, ker pač te, ki jih imam v živo, ne, kot da mi jih zdaj kažem, ne, ti so pač v živo, kjer grem pač v neko državo, ampak kupci mojih dražjih programov o investiranju so pa prihajajo že iz več kot 42 držav. Tako da v tem zadnjem obdobju se je vse preselilo na online in izvajam non-stop webinarje za tujino, tako da imam stranke, praktično ogromno strank od Singapurja do Avstralije, Kanade, ZDA, Anglija, mislim, vse pač kar leze in gre, ne. In tudi neke zelo eksotične države, Bližnji vzhod in tako naprej. Zdaj pravno obvestilo. Okay, pravno obvestilo, tisto, kar se morate zavedati na tem webinarju, je to, da sam, pa tudi Akademija Pantarej, torej blagovna znamka, to je moje podjetje, torej Uspeh d.o.o., ampak Akademija Pantarej je pač blagovna znamka in jo bolj poznate. Tako da mi nismo, tudi sam nisem finančni svetovalec, nisem borzni posrednik, nisem registrirani svetovalec, tako da vam danes ne morem dajati finančnih nasvetov in vse, kar danes povem, je le moje mnenje, odločitve morate pa na koncu za svoj denar seveda sprejeti sami, tako da vse te stvari morate razumeti, preden gremo naprej. Če se ne strinjate s tem, lahko pač zdaj se mirno izklopite in to je to. Tako da
Vse, kar danes povem, je zgolj izobraževalna ilustracija, ni pa nič od tega finančni ali pa kakršenkoli drugačen nasvet. Okay. Prva stvar pri investiranju v kriptotrg je to, oziroma pri investiranju v karkoli, je to, da moraš natančno vedeti, v kaj investiraš. Torej, invest only in opportunities that you understand. Torej, če tega pravila se ne držiš, boš izgubil svoj denar v veliki večini primerov. Tako da, recimo, ljudje, ki vlagajo v vzajemne sklade, običajno niti ne vejo, kaj se dogaja tam z njihovim denarjem, kakšne provizije so v ozadju in tako naprej, zato na koncu izgubijo ogromno denarja. Isto, recimo, se dogaja pri naložbenih življenjskih zavarovanjih. Ogromno denarja izgubiš, zato ker ne veš, kako ti produkti delujejo. Če vlagaš v delnice, moraš razumeti, kaj se dogaja na delniških trgih, moraš razumeti, v kaj vlagaš. Če vlagaš v zlato, moraš razumeti, kaj so vzvodi pri zlatu. Če vlagaš v kriptotrg, moraš razumeti, kaj se dogaja na kriptotrgu. Moraš razumeti glavne vzvode, moraš razumeti, kaj so ti tokeni, kaj so kriptovalute. Moraš razumeti pač te osnove. Tako da dajmo si najprej pogledati par osnov. Zdaj ne bom danes šel na šoko v te stvari, zato ker sem že pred 2 leti naredil en zelo zanimiv webinar, kjer sem zelo natančno opisal te osnove tehnologije, torej blockchain tehnologije, pa kaj so kriptovalute, pa kaj so kriptoprojekti poslovni. Tako da tisti, ki ne poznate tega področja, tisti, ki sploh ne veste, kaj je blockchain, kaj je torej ta tehnologija blockchain, kaj je recimo, kriptovaluta, kako sploh deluje tehnično vse skupaj, dajte iti na YouTube, pa pišite kriptovalute rolih. Pa vam bo verjetno prvi tale prišel webinar kriptovalute in ICO-ji, ali vlagati v kriptovalute ali ne. In to je bilo pred 2 leti, sem imel takšen webinar, tako da dajte si pogledati tale webinar, da ne bom zdaj ponavljal vseh teh stvari. Okay? Tako da tukaj je pomembno, da malo razumete malo ozadje, da veste, v kaj se podajate. Čist na hitro bom pa samo blockchain razložil, kaj je, zato ker to je temelj za razumevanje vsega. Okay? Torej, blockchain v slovenščini je tehnologija veriženja blokov ali nekaj takšnega, malce to v osnovi ni toliko važno. Torej, blockchain je torej zelo varna, transparentna, decentralizirana baza, ki lahko vsakdo zaupa. Decentralizirana pomeni, da je nima nekdo v lasti. Nima en posameznik kontrole nad njo, ampak je locirana na tisočih ali pa na milijonih računalnikov. Tako je dejansko ena sprememba, ki se zgodi na enem računalniku, jo mora toliko in toliko drugih računalnikov potrditi, da pač velja in potem jo vsi imajo tudi vpogled vanjo. Tako da to je čisto res zelo laično razloženo, kaj je blockchain. Tako da predstavljate si, kot da imate neko Excel tabelo, ki je na tisočih računalnikov in karkoli vi počnete, tudi drugi vidijo in je vse transparentno in ne moreš tega potvarjati, ne moreš, nekaj pisati noter, ne moreš pač se izmišljevati nekih transakcij, ki jih ni bilo in podobno. Potem še smart contract je zelo pomemben pojem, to je pa digitalna pogodba, shajena na blockchainu. Torej se avtomatično izvede brez potrebe po vključevanju tretjih oseb. Tako da če se nekaj zgodi, ti lahko narediš pogodbo, torej smart contract, narediš pogodbo na blockchainu, kjer določiš v tem in tem primeru, če se to in to zgodi, potem seveda ta oseba dobi nekaj denarja od mene. Če se to ne zgodi, potem ta oseba ne dobi tega denarja. In je to pač vse zelo transparentno, zelo varno in tako naprej. Pa DeFi. DeFi je eno novo področje v svetu, v kriptosvetu. DeFi pomeni decentralizirane finance, decentralized finance, in tukaj imamo pa eno celotno novo področje, eno celotno novo branžo, ki lahko tudi naredi eno veliko revolucijo v svetu, kjer imaš varne in transparentne finančne storitve brez tradicionalnih posrednikov, kot so banke, zavarovalnice in podobni. Torej, ti imaš lahko s pomočjo blockchain tehnologije tudi en kup novih storitev, oziroma bančnih storitev, ki jih zdaj ponujajo banke, recimo izposojanje denarja, recimo dajanje kreditov. Imaš lahko en kup teh finančnih zavarovanja in tako naprej, imaš lahko en kup teh finančnih storitev na osnovi blockchaina,
kjer ni potrebno imeti več teh tradicionalnih posrednikov, kot so banke, zavarovalnice in recimo borze in podobno, ampak lahko vse se dogaja pač tukaj na blockchainu in je to seveda bistveno bolj varno, hitro, transparentno in pa seveda tudi bolj poceni. Tako da lahko, če ti izposojaš denar, če ti posojaš nekomu denar, boš seveda za to dobil višje obresti. Če si nekdo izposoja denar od tebe, bo seveda tudi plačal manj, ker vmes tisto si vzame seveda banka drugače. Tukaj pa dejansko banke ni. Tako da to je tudi eno tako zanimivo področje, ki je zdaj zelo v velikem vzponu. Recimo v DeFi-ju je bilo, ne vem, še pred enim letom je bila $1 milijarda noter, reče se lokana, torej zaklenjena, oziroma ljudje so 1 milijardo nekako zaklenili v te različne pogodbe in aplikacije in podobno. Danes smo pa že nekje 8 ali 9 milijard, tako da dejansko je tukaj rast zelo velika. In to ni rast cene delnic, oziroma cene tokenov, ampak je to rast, koliko denarja res ljudje dajo v te aplikacije. Tako da je to ena taka realna vrednost, ni pa to nekaj samo napihnjeno. In tisto, kar je zanimivo oziroma pomembno razumeti pri blockchainu je to, da blockchain je že marsikje uporabljen v biznisu. In v roku, 3, 5, 10 let bo ogromno sistemov v poslu uporabljalo blockchain tehnologijo. Tako da pa bo baziranih na blockchain tehnologiji. In to je tisto, kar seveda je pomembno, da ta tehnologija ima najverjetneje zelo lepo prihodnost. Okay? Torej, ni pa to nekje sem prebral, da oni so rekli tako, blockchain ni disruptive technology, torej ni disruptive technology, kjer bi nekaj dejansko uničilo neke panoge in tako naprej, ampak je ta foundational technology, torej ustvarja nove temelje za nove poslovne modele in spremembe v družbi. In to je ta velika vrednost te tehnologije, zato ker lahko čist novi poslovni modeli temeljijo na njej in pa lahko marsikatera družbena sprememba tudi se zgodi na osnovi pač te tehnologije. Torej imaš večjo transparentnost, imaš vpogled v ozadje dogajanja, recimo lahko slediš surovinam, ki jih pač neko podjetje uporablja, da točno veš, od kje je to prišlo, da ni nekega, suženjskega dela noter, pa ne vem česa in podobno. In isto kot je internet spremenil svet in podobne neke stare poslovne modele, isto lahko tudi to se zgodi pri blockchainu, ampak seveda to ne gre čez noč. Torej, bistvo je, da to ne gre čez noč, vsaka nova tehnologija potrebuje nek čas, da se razvije in potem potrebuje nek čas, da pride do poslovnih aplikacij. Okay? Torej, zdaj smo mi pri blockchainu v istem obdobju, kot smo bili recimo, nekje leta 1995 pri internetu. Je vse skupaj še malo okorno, tehnično, malo preveč zahtevno za maso, ogromno nekih prevar in tako naprej. To je podobno Wild West, kot je bil pred 25 leti na internet področju. Ampak bistvo je pa v tem, da zdaj, ko smo še v tej zgodni fazi, je tukaj neka priložnost za neke asimetrične donose, za neke izjemne donose. Takrat, ko bo trg že razvit, ko bo to user-friendly, ko bodo vsi to znali uporabljati, ko bo to easy as pie, potem priložnosti ne bo več, ker bo dejansko ta trg že prevelik in potem bo seveda možnost za neke izjemne donose bistveno manjša. Tako da zdaj je seveda bistveno večja priložnost, potencialno seveda govorim, za vlaganje v to tehnologijo, kot pa bo čez 5 let. Čez 5 let boš pač že zamudil tisti začetno fazo, kjer je pač, če vlagaš v začetku, imaš bistveno višji potencial za lepe donose. Ok, torej gremo potem na širšo sliko dogajanja na trgih. Torej, zdaj smo pogledali malo osnove, zdaj pa pogledamo malo širšo sliko dogajanja na trgih in pogledamo si, kaj se dogaja na borznih trgih najprej. Torej, tukaj imam S&P 500, torej 500 največjih ameriških podjetij. Vidimo, marca smo vsi doživeli šok in so vsi trgi padli za nekje 30%. Isto se je zgodilo recimo pri Nasdaqu, Nasdaq je tehnološki indeks, to so recimo vsi Facebooki in Garmini in podobne firme, torej Zoom in podobno. Torej vse firme, ki bi jih lahko označili kot tehnološke firme. Tako da to je tehnologija, smo videli marca en ogromen padec, cirka 30%
isto pri 500 največjih ameriških podjetjih. Zdaj so se pa trgi dejansko že pobrali. Ne? Torej, kot tukaj vidite, največja podjetja so že šla čez tiste vrhove, ki smo jih dosegli pred marcem, in tehnološka podjetja so pa že nekaj časa nad temi vrhovi. Tako da to je tisto, kar se dogaja v zadnjih 5 letih, to je 5-letni graf, torej tukaj vidite 5 let zadnjih. In nad tistimi vrhovi, ki so bili pa pred finančno krizo leta 2008-2009, smo pa šli že zdavneje. Tako da to je pač davna zgodovina za borznimi trgi. Tako da to je zdaj stanje, ki se dogaja na borznih trgih. Potem imamo tukaj zlato. Zlato tudi, kot vidimo, je šlo že bistveno pred tiste stare vrhove leta 2011-2012. Tako da smo zdaj že nekje, koliko je to, 20% nad tistimi starimi vrhovi. Letos je imelo zlato res izjemno rast in glede na stanje v svetu, in glede na politiko centralnih bank in tako naprej, sem precej, bi rekel tako, lahko rečemo, da z veliko verjetnostjo bo zlato šlo še naprej gor in seveda lahko mirno gre do 3000-4000. To se lahko mirno zgodi v naslednjih letih. Kriptotrg imamo tukaj graf. Torej, kriptotrg imamo pa takole. Leta 2018 smo doživeli tisti vrh, bomo rekli tako, takrat seveda nihče ni, zelo redki so vedeli, da bo to takšen hud razpok balona, ampak pač se je zgodil. In šli smo do nekje $800 milijard, ker je bil trg vreden 800 milijard. Danes je trg vreden nekje 350, 370, nekaj takšnega. Če se prav spomnim, danes zjutraj sem nekaj gledal. Tako da zdaj smo pač nekje na slabi polovici tega, kar smo bili oziroma kjer smo bili na tistem vrhuncu. Zdaj, pomembna zadeva je tukaj ta, da če pogledamo malo borzne trge, zelo veliko je govora o tem, kako je možno, da kljub recesiji, kljub vsem težavam, ki jih ima gospodarstvo po celem svetu, kako za vraga so lahko delnice tako visoko. In razlog je v tem, ker seveda centralne banke so šle z vsemi topovi seveda pomagati borznim trgom, najbolj izrazito tukaj Amerika, seveda, ker Amerika pač si ne more kaj dosti dovoliti, da bi kaj drugega delala, zato ker tam, če dejansko grejo v neko višanje obrestnih mer, ali pa če tam precej, bi rekel, tako imajo prenizko inflacijo, tam imaš lahko zelo velike težave, zato ker imaš ogromno ljudi, ki so zelo zakreditirani, kreditne kartice, krediti pri bankah in tako naprej. In podjetja so izjemno zakreditirana, ker tam, če dvignejo obrestno mero, če bi dejansko tam šli v neko drugačno politiko, kot jo imajo zdaj, bi se jim sesul totalno sistem. To bi bilo katastrofa ala depresija leta 1929. Tako da dejansko tam centralna banka nima kaj drugih opcij, kot to, da tiska denar. Obrestne mere so že na ničli, zvišati jih ne morajo, ker bi ubili vse kreditojemalce, ki bi jim zvišali seveda obroke kredita. Tako da ni šans, da to naredijo, ker se jim celoten sistem sesuje, se jim banke sesujejo, ker ljudje ne bi mogli odplačevati kreditov in tako naprej. Tako da edino orožje, ki ga še imajo, torej obrestne mere morajo biti na ničli, jih ne morajo dvigovati, edino orožje, ki ga še imajo, je tiskanje denarja. In zdaj tiskanje denarja gre pa direktno v borzne trge. Torej vse tiskanje denarja primarno gre to v podjetja ali pa gre tistim bogatim. Tisti revni pač dobijo tisti njihov stimulus in to je to, da preživijo. Vsi ostali pa se dejansko kopajo v denarju in ne vejo, kam z njim. Torej vsa podjetja in tako naprej dobivajo ta poceni denar po nizkih obrestnih merah in potem ga se vlagajo v delnice. Tako da in premožnejši posamezniki, ki zdaj trošijo manj zaradi covida, imajo pa ful denarja, ker na njih pač covid ne vpliva toliko kot na one, ki pečijo hamburgerje v McDonald'su. Tako da vsi ti ljudje pač vlagajo v borzne trge, ker pač na banki ne moš imeti denarja, ker je tako nizka obrestna mera, da se te niti ne pokriva inflacija. Potem še Fed zdaj seveda ima politiko, da bo zasledoval višjo inflacijo,
mislim tako hecno, ne, ampak to je zdaj politika, ne, da bodo pač imeli nad 2% inflacijo, da pokrijejo une nizke inflacije, ki smo jih imeli v preteklih letih. Tako da dejansko tukaj nimaš kaj, ne. V prihodnosti je zelo verjetno, da bodo vsi borzni trgi, zlato, kripto, da bodo šli navzgor, ne. Ker mislim, vsaj konec koncev drugače nimaš kam z denarjem, ne. Denar, ljudje, mislim, vsaj ti premožni, ne, imajo ogromno denarja in ga preprosto nimajo kam dati. Tako da ga morajo nekam dati, ne, ker drugače izgublja vrednost. In to je pač zdaj stanje sveta, ne. Je pač ena taka socialistični kapitalizem, ne. Malo vse skupaj je smešno, ne, ampak pač to je stanje, ne. In dokler se bo to dogajalo, mislim, se nimamo kaj bati za borzne trge, se nimamo kaj bati za zlato itak, ne, zato ker je pač malo negotovosti v svetu, pa zlato itak potem gre gor, ne. In tudi se nimamo kaj dosti bati za kriptotrg, ne, ker dejansko denar mora nekam iti, ne. In to je to. Tako da to je stanje v svetu, ne. Zdaj, če pogledamo en zelo zanimiv graf, ne, Bitcoina, torej jaz sem vam zdaj tukaj pokazal celoten kriptotrg. To je dejansko skupek vseh projektov na kriptotrgu. Tole je pa Bitcoin. Okay, tukaj sem vam bolj natančen graf hotel pokazati, ki ima eno črto tukaj. To je en zelo pomemben trendline, torej neka trendna črta. To je drugače tedenski graf. Vsak ta stolpec je en teden. Ta screenshot sem naredil danes zjutraj, tako da danes je, ne vem, da je šla cena potem malo višja, pa potem spet malo nižja, ampak se ni važno. Skratka, tukaj imamo zelo jasen bikovski scenarij, torej tako, cena zdaj dela višje vrhove in višja dna, in pa šli smo čez to trendno črto, smo jo močno prebili, zdaj se vračamo do nje. Zelo verjetno je, da jo bomo dosegli, tako da mogoče bo, precej verjetno je, da bo Bitcoin šel še malo dol, pa potem se odbil od te črte pa spet navzgor. Zdaj, to je idealen scenarij, ni pa seveda to neka tista, ne, gotovost, ne. To lahko tudi zdaj direktno navzgor, ne. Lahko bo šel še nižje, ne. Ampak bom potem vam pokazal moje mnenje, kdaj bi se jaz tukaj bal, kdaj se ne bi bal, pa tako naprej. Tako da makroekonomska slika, kot smo rekli, centralne banke nimajo kaj drugega početi zdaj kot tiskati denar. Imamo ogromno nesoglasje med borznimi trgi in realnostjo in to se bo najverjetneje še nadaljevalo. In pa imamo veliko negotovost glede dogajanja v svetu, glede volitev v Ameriki, glede vsega tega, kar se pač dogaja po svetu in zato imamo pač stanje, kot je, ne. Zato dejansko vsi asseti, torej vse možnosti, kjer lahko investiramo svoj denar, naraščajo, grejo gor in tisti, ki so pa saveri, ne, tisti, ki doma hranijo denar v nogavici ali pa tisti, ki ga hranijo na banki, ne, tisti so že luzeri, ne, in samo še večji luzeri bodo, ne. Tako da to je pač svet, v katerem živimo, ali se prilagodiš ali pa pač boš imel vedno manj denarja, ne, nimaš kaj. Okay. To je torej malo širša slika dogajanja na trgih. Zdaj pa pogledamo, kaj nam prinaša prihodnost. Torej, eno tako zanimivo primerjavo najprej. Glejte, naredil sem screenshot tehnoloških delnic, torej Nasdaka, in pa gor sem dal še kriptotrg. In če pogledate takole, je dejansko copy-paste, ne. Torej, copy-paste, torej je sicer naredeno pred enim tednom, ampak tudi zdaj bi bil samo še kriptotrg malenkost dol, ne, še na črtica, ne, tako za 3 mm dol. Ampak to je to, ne, mislim, copy-paste, ne. Isto tehnološke delnice, ne, so imele, torej predvsem internet, ne, je imel okrog 2000 leta tisti balonček, ne, kjer je pač bilo začetno navdušenje, pa ki se je potem razblinilo. In potem dolgo časa se ni dogajalo nič, oziroma je šlo pač, ja, mislim, se je kar dosti dogajalo, ne, ampak na tem grafu sem mislil, da se to ni bilo nič, ne. In potem pa ta breakthrough, ne, potem pa v zadnjih 10 letih, ne, pa neka neverjetna rast, ne. In zelo podoben graf do zdaj je pač, kakor tukaj do leta 2010-2011 na tehnoloških delnicah, ne, bi lahko pač bilo neka primerjava s kriptotrgom, ne. In to ni presenečenje. Zakaj? Zato, ker vsaka nova tehnologija, ki lahko pomembno vpliva na svet, ima nek podoben scenarij. Torej, piše podoben scenarij.
Torej, po začetnem navdušenju, ko vsi mislijo, da bo ta tehnologija spremenila svet čez noč, potem seveda ugotovijo vsi, da ni tako, da ne bo to čez noč, ne, in se zgodi pač ta padec, ne, je pa res, ne, nikoli ne veš, da je bo padec, ne. Tako da tukaj je zelo triki, ne, za nazaj je zelo enostavno gledati, ne, takrat, ko si pa v akciji, ne, ko si v tistem momentu, ne, pa zelo težko, ne. Tako da napovedovati prihodnost pa je vedno najtežja stvar, ne. Tako da po tistem začetnem navdušenju in po kot tega balona, potem imaš pa to nekaj časa, imaš te konsolidacije, kjer se v ozadju ogromno dogaja, ogromno se dela na poslovnih modelih, na pridobivanju strank, na konkretni vrednosti, ki jo prinaša tehnologija, in potem, ne, pa dejansko šele masa pride noter, ne. In bi rekel tako, no, glede na to, kar vidim pri kriptotrgu, se zna zgoditi nek podoben scenarij kot pri tehnoloških delnicah, od tukaj, od grafa pač naprej, ki ga imamo, ne. Ni pa to seveda nujno, ne. Zgodovina ni nujno, da se vedno ponavlja, ne. Lahko se dostikrat vse ponavlja, dostikrat se tako rima, ne, mislim, da je rekel Mark Twain, včasih se pa tudi ne ponovi, ne. Tako da tukaj seveda je vse odprto, ampak jaz mislim, da je neka dobra verjetnost, da zna biti scenarij podoben, kot je bil pri tehnoloških delnicah. Zdaj, če pogledamo eno tako zadevo, ne, koliko pomembna je tehnologija v današnjem svetu, ne. Glejte, če pogledamo, samo malo, evo, največje firme v svetu leta 98 po market capu. Torej, market cap je tržna kapitalizacija, to pomeni vrednost cene, torej cena delnice krat število delnic. Okay? Torej, koliko je pač borzna vrednost neke firme. In torej, pred dobrimi 20 leti vidimo, da so bili tukaj GE, klasična firma, dela, ne vem, od žarnic do jedrskih elektrarn in tako naprej. ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Intel, Coca-Cola, Merck, Novartis, Pfizer in tako naprej. Torej, same nekako več ali manj klasična podjetja, razen Microsofta, ne, ki je bil pač že tehnologija, pa Intel, ne, je bila tehnologija, ampak večina vladale so svetu firme, ki so bile bolj tradicionalne. Zdaj, če pogledamo, letos je pa stanje takšno. Največja podjetja, torej 7 največjih podjetij na svetu je tehnoloških podjetij. Čista tehnologija. Torej, tehnologija vlada svetu. In to je ta moč tehnologije, ne, koliko je danes pomembna tehnologija v svetu. In blockchain tehnologija je dejansko nekaj, kar prihaja, ne. In zato jaz mislim, da obstaja velika verjetnost, da seveda bo kriptotrg še v redu in da smo na nekem začetku novega bikovskega trenda, zato ker je ta tehnologija, to je tehnologija, ki seveda je v svetu danes izjemno pomembna in bo naredila marsikatero, torej bo prinašala realno poslovno vrednost. Okay? Bo prinašala realno poslovno vrednost. Tudi Warren Buffett, ne, naprimer, ne, zakaj ima on zadnje desetletje izredno slabe donose? Torej, medtem ko je v zadnjih 10 letih, ne, medtem ko je naredil S&P 500, je naredil na 300% donos, je Warren Buffett imel samo 127% donos. Torej, bistveno večji donos bi imel, ne, če bi preprosto vlagal v en sklad, ki sledi S&P 500, kot pa če bi vlagal skupaj z Warrenom Buffettom. Ne. In zakaj? Ravno zato, ker je zamudil tehnologijo. Ni razumel tehnologije, ni razumel, koliko bodo ta tehnološka podjetja pomembna v svetu. In on je še vedno vlagal v same tradicionaliste. Tako da on je res v zadnjih 10 letih, čeprav je največji investitor vseh časov, ne, ampak zadnjih 10 let, ne, je pa njegov performance izredno slab. Ravno zato, ker je zamudil tehnološki vlak in je začel v Apple vlagati šele 2016 leta, v druge tehnološke gigante pa sploh ne vlaga. Tako da to je pač to. Je zdaj primeren čas za vložke v kripto? Dajmo odgovoriti na tole. Glejte, če se vrnemo na tale graf od Bitcoina. Bitcoin je še vedno najpomembnejši del kriptotrga, predstavlja več kot polovico kriptotrga. Mislim, da je zdaj nekje okrog 200 milijard tržna kapitalizacija Bitcoina. Tako da Bitcoin seveda poganja vse skupaj. Če Bitcoin gre slabo, bo šlo vse slabo. Če gre Bitcoin dobro, bo šlo vse dobro, ne? Tako da Bitcoin ima zdaj tukaj par pomembnih točk, ki jih lahko naredi, ne?
Zdaj, ena opcija je, da gre zdaj že direktno navzgor, ne. Torej, zdaj smo na 10.600, 700, ne vem koliko, ne, pač nisem ravno zadnjo minuto pogledal. Tako da smo nekje tam med 10 in 11.000. In zdaj, lahko se zgodi, da gre od tukaj gor in to je to, ne. Zdaj se, ko govorim, ne, da gre od tukaj gor, ne mislim premočrtno samo ravnost gor, ne, vedno so vzponi in padci, ne, na vsakem trgu, ne. Ampak govorim pač o nekem kratkoročnem dnu, ne. Druga opcija je tam, ker sem napisal številko 1, drugi scenarij je, da se odbije od te trendne črte. To je, da zdaj še, ne vem, to so tedenske črtice, ne, torej tedenski, vsak tak stolpec je en teden. Tako lahko se zgodi, da bo recimo še nekaj tednov padal in šel potem narediti odboj od te črte. Ampak tudi, če se to ne zgodi, tudi če Bitcoin gre še vedno dol, ne, me to ne bi kaj dosti skrbelo, dokler drži to območje v točki 2. Če Bitcoin drži območje okrog 5 do 7 tisoč dolarjev na Bitcoin in tukaj naredi nek obrat, bom jaz še vedno rekel, smo v bikovskem trendu. Zakaj? Zato, ker bomo naredili višji low, torej bomo višje dno naredili, ne. Tako da tukaj me dejansko za kriptotrg me kaj dosti ne skrbi, razen v primeru, da bi recimo, ne vem, res se totalno sesulo vse skupaj, ne, in da bi šel Bitcoin pod tam nekje 5-4 tisoč, potem je tukaj razlog za skrb, ne. Ampak drugače pa smo v bikovskem trendu, vsi kazalniki kažejo vse tiste možne moving average, vse, kar pač pogledaš, vse kazatelje, golden cross in tako naprej, vse kaže, da smo v bull trendu in v bull trendu pač vlagamo navzgor, ne. Vlagamo v tisto, kar je pač v bikovskem trendu, ne. Tukaj ni kaj dosti za razmišljati, ne. Zdaj, Fear and Greed Index, ne, je bil še zadnji mesec izjemno visok, torej Extreme Greed. Zdaj smo malo padli, smo bili na Fear, zdaj smo na Neutral. Tako da to je tudi nekako dober pokazatelj, ne. Čeprav tukaj je tako, ne, ko smo bili na Extreme Greed, ne, me je nekdo vprašal, ali zdaj vlagati, ne. Jaz sem rekel, pač smo v bull marketu, ne. Jaz bi vlagal, ne. Zakaj? Zato, ker ko smo enkrat v bull marketu, se ti lahko zgodi, da imaš stalno extreme greed, da brez prenehanja imaš extreme greed in da dejansko ni enih večjih padcev, ne. To se ti lahko tudi zgodi, ne. In če čakaš, lahko mirno potem zamudiš te stvari, ne. Ker zdaj za nazaj pogledati je super enostavno, ne. Ko smo bili na 12 tisoč, ne, sečeš pa, ja, se je logično, da je padlo, ne. Ja, ni logično, ne. Lahko bi šlo pa navzgor, ne. To je tisti trik, ne. Nikoli ne veš, ne. Ti imaš lahko, recimo, če pogledate tukaj samo eno leto nazaj, ne, ko si imel juni 2019, ne, si imel, rekel, brez nekega hudega predaha, si imel par mesecev full gor, ne. Je res, da je potem padlo, ne, sam ni nujno, lahko bi šlo tudi takrat še naprej gor, ne, in bi bili zdaj na 20 tisoč, ne, nikoli ne veš, ne. Tako da jaz tukaj, ko vlagamo v kriptotrg, se ne preveč oziram na te kratkoročna gibanja, ker normalno nihče ne zna napovedati, kdaj bodo neka dna, ne. Tako da preprosto vlagam, lahko tudi greste po metodi cost averaging, ne, da recimo vložite, ne vem, vsak mesec nekaj, ne, in to je to, ne. Tako da neke hude logike tukaj ni. Zelo veliko pomembnih ljudi v svetu, tudi nekih fund managerjev in podobno, zdaj vlaga kar nekaj denarja v kripto, oziroma v Bitcoin. Tako da Raoul Pal, ne, je recimo en tak znan, ne, ki je izjavil zdaj na Twitterju, da ima več kot 50% svojega portfelja v Bitcoinu, ne. Zdaj, tukaj se, ko enkrat beremo take zgodbe, ne, si enostavno mislimo, ja, se tudi jaz lahko polovico tega denarja dam noter, ne, pa še zakreditiram se, ne, vzamem kredit, pa dam noter, ne, v kriptotrg, ne. Ampak to je zelo nevarno, ne. Glejte, on si lahko privošči, da da 50% svojih investicij v Bitcoin. Zakaj? Zato, ker je vreden, recimo, ne vem, 500 milijonov, ne, ali pa 300 milijonov. Če si ti 300 milijonov vreden, če zgubiš pol premoženja, si še vedno vreden 150 milijonov, ne, pa še vedno imaš za jest, ne, pa za kupiti kakšno knjigico, pa tako za kakšno hiško kupiti, ne. Razumete? Torej, nekdo, ki ima ful denarja, ne, lahko si privošči
da da 50% svojega premoženja oziroma svojih investicij v Bitcoin, ne, in ima to kot nek, bi rekel, res izjemno potencialno velik, bi rekel, oziroma investicijo, ki ti lahko ogromno prinese, ne, in lahko potem iz 300 milijonov naredi, ne vem, milijardo, ne. Ampak seveda, če pa ti nimaš dosti denarja, potem pa seveda v nobenem primeru ne bi šel jaz potem 50% vlagati, ne, svojih investicij v kriptotrg, ne, ker je to zelo tvegano, ne. Kriptotrg je še vedno tvegan. Lahko se nekaj sesuje, lahko Bitcoin se nekaj zgodi in ti izgubi čez noč 20-30% vrednosti, ne. In težava je v tej psihologiji potem, ker ti si misliš, če zdaj vložim nek pomemben denar v kripto, ne, recimo, da ti zdaj vlagaš, ne vem, 100.000 evrov v različne stvari, ne, in recimo, da ti vložiš, ne vem, 70.000 evrov v kripto od tega in imaš samo 30% nekje druge. Kaj pa, če se zgodi, da recimo Bitcoin pade za polovico? Kako boš ti gledal na vse skupaj, ne? Ker ti je to ful pomemben denar, ne? Pa ga rabiš, ne, mogoče, ne, čez par let, ker si misliš kupiti neko novo hišo ali pa kaj takšnega, ne. Torej, v tej situaciji potem, kot če se ti nekaj takšnega zgodi, ne boš miren, ne boš mogel spati, te bo skrbelo, boš imel puno sel, ne, tam na borzi, ne, da boš to prodal in ga boš na koncu prodal po neki nizki ceni, ne. In potem se bo pa ravno obrnilo, ne, pa šlo ful gor, ne, in boš se tepel po glavi, zakaj si prodal, ne. Ampak prodal si, zato ker nisi bil miren, zato ker si bil preveč zainvestiran noter, ne, ker si preveč tvegal. Tako da tukaj morate malo paziti na to, pa bom potem dal še neki smernice tega. Tudi recimo, ne vem, firme so začele vedno več vlagati v Bitcoin, ne. Jaz zaenkrat, če nisem toliko pogum pri firmi, vlagam zaenkrat samo svoj osebni denar, denar od podjetja, pa ga imamo v kešu, zato ker sem zelo konzervativen pri podjetju. Torej vse denarne zaloge, ki jih imamo v kešu, potem pa sem zdaj ravno pred enim tednom cirka, sem pa naredil del tega denarja od podjetja, sem ga dal v zlato, čistko povedano, no. Nisem šel v Bitcoin, ampak bomo pa verjetno tudi nekaj vložili v kriptotrg iz podjetja, ampak pri podjetju sem jaz izjemno konzervativen in ne vlagam, mislim, tako res, hočem imeti denar v kešu, ne maram imeti nekih naložb v podjetju. Z osebnim denarjem je drugače, pa bom potem tudi malo več o tem povedal. Tako da ogromno podjetij, ne, seveda zdaj že vlaga v Bitcoin, ker je pač to izjemen hedge, ne, proti inflaciji, ne, isto kot zlato. Zdaj korelacije, ne, zelo zanimivo je, da v zadnjem času je korelacija zlato proti Bitcoinu izjemno narasla. To pomeni, da se podobno gibljeta. Če gre zlato gor, gre tudi Bitcoin gor. Če gre Bitcoin dol, če gre zlato dol, gre tudi Bitcoin dol. Seveda zlato poganja vse skupaj, ne, zlato je prvo, ne, zlato prvo naredi move, potem mu sledi Bitcoin, ne, in tako naprej. Ampak zelo zanimivo je, da je korelacija zlato BTC zdaj zgodovinsko na najvišji ravni ever, ne. In isto je pri Bitcoin proti S&P 500, proti delniškim trgom. Tako da dejansko zelo zanimivo in to jaz mislim, da je razlog je pa v tem, kar sem vam prej govoril, da centralne banke tiskajo ta denar in seveda potem ga moraš nekam vlagati. In ta denar, ki se pač vlaga, se porazporedi po vseh sredstvih, ne. Zlato, delniški trgi, kriptotrg in tako naprej. Ampak tukaj je pa ena zanimiva stvar, ne. Zaradi tega grafa je verjetnost, da bo zlato, torej da bo Bitcoin imel višje donose v prihodnosti kot zlato. Jaz mislim, da zaradi tega grafa se pač to zelo enostavno zgodi, ne, da je večja verjetnost, da bo Bitcoin imel boljše donose kot zlato, kot pa obratno. Zato, ker smo v uptrendu, ne, torej tukaj imamo Bitcoin proti zlatu in vidimo, da dejansko je navzgor, ne, torej zadeva gre navzgor, seveda ob cikcakanju, ne, ampak če gledaš zelo na dolgoročno, ne, 10 let, ne, slabih, ne, gre navzgor, ne, nimaš kaj. Ok, zdaj pa takole, če se odločite za vlaganje v kriptovalute, oziroma kriptovalute so slab pojem, ne, jaz rečem temu kriptotrg. Dajte upoštevati nekaj, oziroma vam bom dal nekaj danes nekaj smernic. Zdaj, ključna filozofija mora biti, vse je možno, ok? Torej, živimo v svetu, ki deluje po zakonih kvantne fizike
In pri teh zakonih ne obstajajo gotovosti, ampak obstajajo samo verjetnosti. Okay? Če se hočeš igrati s kriptotrgom, moraš sprejeti dejstvo, da ti lahko trg zaniha v enem dnevu za 20-30%. Mirno. Okay? Danes kupiš Bitcoin, danes kupiš Ethereum, danes kupiš ne vem kaj, jutri se lahko zgodi 30% padec. Mirno. Okay? In če tega ne razumeš, če to nisi pripravljen sprejeti, potem kriptotrg ni zate. Okay? Zato pa pravim, ne, da mogoče polovico svojega denarja dati v kriptotrg je mogoče malo pretirano. Torej, osnovna predpostavka mora biti, vse je možno. Ali gre lahko Bitcoin v naslednjem letu do 50,000? Ja, je možno. Gre lahko krat 5 od tega, kar je zdaj. Ali lahko na 1000? Ja, vse je možno. Ne? Razumete? Torej, vse je možno, vsi scenariji so možni. Ne? In lahko tudi izgine. Ne? Razumete? Torej, Bitcoin lahko tudi izgine. Lahko se zgodi, ne vem, najdejo neko z novimi računalniki, ki delujejo na principu, torej tile, mogoče mi bo v četu pomagal, ti novi računalniki, ki delajo na qubitih pa tako naprej, torej kvantni računalniki pa to, mogoče ga bodo razbili Bitcoin, bodo ga shekali ali kakorkoli, tako da nikoli ne veš. Tako da zato moramo se držati neki pravil. Prvič, vlagaj le denar, ki ga lahko mirno izgubiš. Okay? Ker ne samo, da lahko ti gre recimo Bitcoin ali pa tisti tvoji kripto žetončki, ki jih pač kupiš, tokeni, ne samo, da grejo lahko v nek večji minus, ampak lahko ta denar zgubiš tudi tako, da ti nekdo ukrade tvoja gesla, nekdo te lahko sheka in tako naprej. Torej, ta denar dejansko zdaj ni tiste 100% nevarnosti nikjer. Obstajajo načini, da si narediš res izjemno varno, bomo nekaj govorili kasneje, ampak 100% nevarnosti ni. Okay? Tako da tukaj zato vlagamo samo denar, ki ga lahko mirno izgubimo. In moja logika je takole, 10% svojih investable assets. To je, če recimo ti vlagaš 100,000 evrov v neke različne stvari, ali pa 10,000 evrov, se ni važno, kakšna je vsota, važno je procent, 10% je lahko za kripto. Če si izredno agresiven, mogoče do 20%. Lahko tudi več, če res imaš preveč denarja. Če imaš malo več denarja, lahko tudi več, ni nobenega problema. Samo da je to denar, ki ga lahko mirno izgubiš. Okay? Zdaj, zakaj je to pomembno? Zakaj sta ti dve pravili tako pomembni? Zato, ker na tem trgu so ogromna nihanja. Ni reguliran ta trg. Nimate unga, da če pade za 7% v enem dnevu, da naredijo 15 minut odmora, kot pri borznih trgih. Tukaj, če pade, pač pade, in imaš naval dol, in ti gre lahko mirno za 30% v par dneh. In potem seveda, če nisi miren pri vsemu skupaj, boš v paniki prodajal. Ravno takrat, ko ne bi smel. Tako da, to je to. Tretjič, pomembna zadeva, ne stavite vsega na enega konja. Kaj to pomeni? Glejte, ena od največjih napak, ki jo po mojem mnenju naredijo ljudje, je to, da vložijo samo v Bitcoin, ali pa samo v Ethereum, ali pa samo v Cardano. Torej, jaz ne bi nikoli vlagal samo v en projekt tukaj. Spet, živimo v svetu, ki mu kraljujejo zakoni kvantne fizike, vse je možno. A lahko Ethereum propade? Lahko, razumete? A lahko Cardano gre k vragu? Ja, lahko, A lahko Bitcoin gre k vragu? Ja, lahko, In če si samo v enem projektu, imaš težave, Torej, ne stavite vsega na enega konja in jaz bi rekel tako, tudi če vlagate manjše vsote, minimalno 5 projektov. Okay? To je moje, če bi jaz vlagal zdaj recimo tako nekaj malega denarja, minimalno 5 projektov. Okay? 5 projektov minimalno. In razporediš svoj denar v njih. Vloži vsaj za nekaj let in ne glej dnevnih grafov. Glejte, najslabša stvar pri kriptotrgu je to, da hočeš na hitro seveda zaslužiti. Ker to se lahko zgodi, lahko se pa tudi ne. In večinoma ljudem se ne zgodi to. Tako da ne glejte dnevnih grafov, ne poskušajte najti ravno kriptovalute, ki bo jutri zasa za 20krat, zato ker to se zelo verjetno ne bo zgodilo. Tako da vložite za neki let, 2, 3, 5 let, 10 let in pustite primerno zadevo.
Imam ogromno strank, ki so prej špekulirale, trgovale tam buy, sell in tako naprej, zgubile ful denarja. In potem, ko enkrat razumejo, da to je pač tukaj ta buy and hold strategija in da edina ta strategija deluje, potem seveda je čist nekaj drugega, ne. In imaš potem ogromno teh zahval pa tako naprej, ne. Ker drugače boš delal same emocionalne odločitve in short-term traderji, verjamete mi, da 19 od 20 zgubi vsa svoj denar. To so mednarodne statistike, nimaš kaj. Short-term trading, tisto, kar špekuliraš non-stop in tako naprej, 19 od 20 zgubi denar. Ja, sem mogoče jih ima par ljudi neko srečo, ampak jaz se recimo s svojim denarjem ne bi nikoli tako igral. Se preveč delam zato, da bi ga zaslužil, ne, da ga bom potem zapravil tako, da bom nekaj tradal vsak dan, ne, in potem seveda ga po neumnosti zapravil. In zavedaj se, da bodo na poti veliki vzponi in padci, ne. Tako da, če mogoče vam tole narišem, ne, eno tako malo hecno zadevo, ne. Zdaj, kaj si mi vsi mislimo, ne, ko vlagamo na kriptotrg, ne. Vsi mislimo, da bo šlo takole, ne. Vložil sem tukaj, ne, in zdaj bo šlo gor, in potem bo šlo še gor, in potem bo šlo še gor, in potem bo šlo še gor, in še gor, in še gor, in še gor, in še gor. In tako si pač mi mislimo, ne, da deluje kriptotrg, ne. Seveda, realnost je malo drugačna, ne. Realnost je malo drugačna, ne. Vložimo tukaj, ne, in mogoče gre malo gor, potem pa močno pade, pa potem spet gor, pa pade, mogoče gre potem takole gor, ne, pa potem pade in tako naprej. Razumete? Nikoli ne veš, kje bodo ti vzponi in padci, ne. In če ti špekuliraš, boš seveda ravno napačne odločitve delal, ne. Tukaj, ko bo šlo ful gor, ne, boš rekel, shit, da ne zamudim, ne, bom tukaj vlagam, ne, noter, ne, in potem boš tukaj izgubil 30% in se boš tepal po glavi, shit, ne, kaj sem to naredil, sem izgubil denar in boš tukaj prodal, ne, in potem bo spet šlo gor, ne, in zato pač ljudje izgubijo denar, ne, ker pač špekulirajo, ker se prepustijo emocijam, ker vlagajo preveč denarja, ki jim je pomemben, in potem seveda, ko enkrat vlagaš preveč, pa ti gre minus 30%, minus 50%, te panika, ne, in prodaš v napačnem trenutku, ne. Tako da, to je to. Ok, gremo nazaj na PowerPoint. Samo malo, da vidim, če deluje. Nekaj se mi je zaštekalo. Upsala. Ne vem, če me še vedno vidite, ampak meni je nekaj zaštekal računalnik in se bojim, da bom mogel še enkrat restartati tale webinar. Ne, čisto se mi je zaštekalo. Dajte mi samo še enkrat povedati, če me vidite, zdaj, če me slišite, nekaj se mi je zaštekalo Google Chrome in sem se mogel še enkrat noter prijaviti. Tako, dajte mi samo v chat napisati, če me zdaj vidite, če me slišite. Bom še sekundo počakal, ja. Tako, dajte mi samo napisati, če me zdaj vidite, če me slišite, zato ker mi je, vse ok, super, fantastično. Ok, nekaj mi je zaštekalo in sem mogel pač še enkrat iti v sobo. Ok, fantastično deluje. Takole bomo šli kar spet v akcijo.
Ok. Torej, to smo rekli. In potem tako, zelo tisti, ki vlagate v ta trg ali pa bi radi vlagali, dajte si prebrati tale članek, ki sem ga imel na siol.net. Dajte napisati tale kriptovalute, Robert Trollich ali pa siol.net, pa ga boste najdli. Ampak, da boste razumeli, kako deluje ta trg, da boste razumeli, kaj ne početi, da si lahko ta članek še preberete. Zelo zanimiv članek in bom na hitro mogoče vaš link, samo siol. Tukaj je, samo malo, copy link address, pa ga bom jaz tukaj objavil noter v chat. Dajte si potem enkrat, dajte si to odpreti v novem oknu, pa potem si ga dajte enkrat prebrati, ampak zelo zanimiv članek, ki je doživel tako zelo veliko pohval. Ok, preden gremo naprej, imam pa še za vas eno darilo. Tako da imam še kar nekaj dobre vsebine za vas, ampak predtem pa še darilo. Darilo je pa naslednje. Vprašanje je seveda, kam vlagati 80 ali pa 90% svojega denarja, ali pa tisti, ki ste zelo agresivni, 70% svojega denarja. In odgovor je definitivno ne v tisto, v kar vas poskuša prepričati finančna industrija in finančni svetovalci. Tako da, nažalost, je finančna industrija nam to igro investiranja precej naredila neugodno za nas. Seveda vsi vemo, da je investiranje zelo pomembno, še posebej ko imamo zdaj pač takšno stanje glede centralnih bank, inflacije, nizkih obrestnih mer in podobnega, dejansko moramo investirati, drugače izgubljamo ogromno kupne moči. Tako da vsi vemo, da je pomembno investirati, ampak seveda slaba novica je, da če investiramo, bomo najverjetneje izgubili večino svojega denarja. Zakaj? Zato, ker ta igra investiranja je naperjena proti nam. Vsi ti finančni svetovalci, vse finančne družbe najprej gledajo na svojo korist, kako bodo dejansko oni dobili čim več denarja preko provizij, skritih stroškov in podobnega. In seveda na koncu se mi seveda obrišemo pod nos. Jaz sem izgubil osebno ogromno denarja, jaz izhajam drugače iz zelo revne družine. Potem, ko sem pa v podjetništvu šel iz ničle, sem pač ustanovil podjetje v študentskih letih, sem zaslužil kar nekaj denarja, potem sem ga pa izgubil, zato ker sem zaupal temle gospodom, ki jih tukaj vidite, torej finančnim svetovalcem. In moja zgodba, zakaj danes širim ta znanja o investiranju, je pa ta, da sem potem nekje 7 let sam raziskoval to področje, zato ker sem želel sam se naučiti. In sem ugotovil, da pač normalno en običajen človek ni šans, da dobi v tem svetu investiranja, ker normalno imaš toliko teh slabih produktov, vsi ti ponujajo samo tiste najslabše možne stvari, ki njim prinašajo dosti, tebi pa skoraj nič ne. Tako da danes zato imam zelo veliko brezplačnih dogodkov, kjer ljudi izobražujem o teh stvareh, zato da bi čim manj ljudi seveda naredilo podobne napake, kot sem jih jaz pri vlaganju. Tako da imel bom naslednji teden v živo, v torek, torej natančno čez en teden ob isti uri, bom imel webinar, ki se imenuje Kako vlagati v obdobju masovnega tiskanja denarja. In na tem webinarju, torej prijavite se brezplačno na panta-sve.si/odprite, pa bom še tole objavil noter v chatu, samo sekundo. Torej, Pantarej, odprite, takole. Malo. Chat. Bom tukaj nad chatom bom objavil tale link, pa še v chatu. Tako da na tej spletni strani se lahko prijavite na tale webinar in na tem webinarju bom pa govoril bolj širšo sliko investiranja. Kam dajati glavnino svojega denarja? Kam tudi sam večino svojega denarja vlagam. Kaj so tiste največje pasti, kjer vas finančna industrija prenese okrog, zakaj ne vzajemni skladi, zakaj ne naložbena življenjska zavarovanja, to so tisti najbolj popularni produkti, ki jih vsi seveda imamo, oziroma imajo,
samih že dosti časa nimam. Bom povedal, zakaj ne, kaj so tiste skrite provizije, kako te oderijo dejansko, ne da bi sploh sam vedel za to. Skratka, izjemno pomemben webinar in če vlagate karkoli svojega denarja v neke finančne produkte, res izjemno priporočam tale webinar. Pa še govoril bom se tudi malo bolj podrobno o stanju v svetu, glede centralnih bank, teh glavnih vzvodov pri investiranju v ključnih konceptov in tako naprej. Tako da res toplo priporočam, če še niste bili na teh mojih brezplačnih webinarjih, dajte pač se tega udeležiti, ker vam bo res izjemno koristil in vam prihranil ogromno denarja, ki ga imate pač zdaj v različnih investicijah ali pa jih želite imeti v prihodnje, ne? Zdaj, če ste že moja stranka, recimo na programu Mojstri investiranja, ni potrebno se prijavljati na tale webinar, ker te vsebine mi že itak obdelujemo v teh mojih videojavljanjih in podobno, ki jih imate pač v članstvu že zajeto. Ampak to je brezplačni webinar za tiste, ki me še ne poznate toliko dobro, ki še niste bili na mojih plačljivih dogodkih in podobno. Okay? Tako da to je moje darilo za danes, za vas. Tako da čez en teden natančno v živo bodite z mano brezplačno. Ok, toliko. Zdaj pa gremo naprej. Kje se lahko opečete in izgubite veliko denarja? Na kaj je potrebno biti pozoren pri kriptotrgu? Torej, tveganja. Kaj so tveganja? Prvič, sindrom get rich quick. No, to je najhujša stvar, ki je seveda odgovorna za izgube milijonov in milijard evrov pri različnih ljudeh. Torej, pohlep je vaš največji sovražnik. Vsi bi radi vložili ravno v tisti majhen token, ki vam ga nekdo ponuja, in ki ga obljublja, da bo 100-krat zasel v naslednjem letu. In zdaj seveda vse te stvari so običajno zelo tvegane in običajno se zgodi, da ljudje izgubimo denar. Tako da prva stvar, ki jo ne početi, je to, da ne kratkoročno trgovati. Ne špekulirati dnevno ali pa tedensko, ker tukaj to je smrt 19-20 traderjev izgubiti denar, to sem že povedal. Tako da tukaj so samo profiji, tisti, ki dobivajo, pa še to so zelo redki. In seveda vi ne spadate v kategorijo profijev, če nimate vsaj enih 5 do 7 let izkušenj dnevnega trgovanja, tako da pozabite na tole, da boste zaslužili za dnevnim trgovanjem. Druga zadeva, so pa vse te prevare, ponzi sheme, neki kovančki, ki vam jih nekdo ponuja in podobno. Tipičen primer OneCoin. OneCoin je ponzijeva shema, na katero se je nalimalo ogromno, ne samo Slovencev, ampak po celem svetu. Ne vem, koliko milijard so pobrali ljudem tile ustanovitelji OneCoina. So pa že zdaj za zapahi, pa so jih dejansko že najdli, jih ujeli in tako naprej. Je pa res, mislim, tako full hecno. Jaz sem o OneCoinu, če boste šli gledati moj webinar pred 2 leti, sem ravno OneCoin omenil kot najverjetnejšo ponzi shemo. In seveda se je name zvalil val tistih vernikov OneCoina. Ne, to pa ni res, to pa največja, najboljša kriptovaluta na svetu, ki bo se prehitela Bitcoin in ne vem kaj. Tako da OneCoin je imel takrat ogromno nekih vernikov, onih zagrizenih, tako da so me skoraj da pojedli, ker sem rekel, da je to ponzi shema, ampak pač, ja, vse si videl že nedaleč, da je pač to ponzi shema, ampak ljudje pač padijo na vse te limance, ker mislijo tam, ja, pa to bom res obogatel, zato ker bom vložil 3000 evrov tukaj, ne pa bom obogatel, bom imel milijone na koncu, Ja, sej to je, mislim, verjetnost je, ampak je podobna verjetnost, kot da bi dobil na loteriji, tako da dajte pač malo paziti pri teh stvareh, Glejte, kako preveriti, ali je neka zadeva, ki vam jo nekdo ponuja, ali je to neka resna stvar, ali je to neka najverjetnejša prevara. Prvič, pogledajte, ali ta token ali pa ta kriptovaluta je na seznamu coinmarketcap.com. Torej, v CoinMarketCap, bom potem tudi pogledal, pri vprašanjih bomo šli, pa bomo tudi v živo to pogledali. Pri CoinMarketCap.com ali pa na CoinGecko.com bom potem vam dal tudi ta link. Upišite v search ime tistega, kar pač iščete, pa boste videli, če je sploh gor. Če ni gor,
verjamete mi, da je zelo verjetno, da je to neka zelo mala zakotna zadeva, za katero sploh nihče ne ve. Tako da boste najverjetneje izgubili denar. Drugič, pojdite v Google, napišite ime te zadeve, ki vam jo ponujajo, plus scam. Torej, scam pomeni prevara. In preverite, kaj govorijo o temu. Recimo, če bi upisali OneCoin scam, bi dobili na 1000 strani, ki govorijo, da je to prevara. Ne? In zdaj, mislim, vse je cool, ne? Pač ok, vlagaš v OneCoin, ne? Mislim, si pred 2 leti vlagal v OneCoin, ne? Ampak za vraga ne vlaga 20.000 evrov, ne vlaga pol svojega premoženja, ne? Mislim, ker ogromno ljudi je to počelo, ne? Mislim, ja, ok, 100 evrov ne vloži, ne? Pač ja, mogoče bo neki, ne? Ampak ne pa zdaj to nekega resnega denarja, ne? In ogromno ljudi je vlagalo resen denar, ne? Kljub temu, da če greš v Google, ne, pa ti je 100 strani, ki ti piše, da je to scam, pa ti dajo milijon dokazov, pa tako naprej. Ampak pač, če si vernik, ne, nimaš kaj, ne? Vprašajte se tudi, ali obljubljajo nerealne donose. Zdaj, zelo težko je, gledajte, zdaj ravno sem nek get-on ali nekaj takšnega, get-on trading ali nekaj takšnega, so mi moje stranke pisale, če je to v redu, ne, pa sem malo preveril, ne. Zdaj, tam ti obljubljajo 1,25% donosa na dan. Mislim, a veste, kaj je 1,25% donosa na dan? Mislim, na banki vam ne dajo niti 1% na celo leto, ne. Tukaj ti pa hočejo dati 1% na dan, ne. Mislim, gledajte, dvakrat premislite, no, mislim, sej ne pravim, da je to Ponzijeva shema, ne. Ampak, mislim tako, a boš vlagal svoj denar v takšno stvar? Mislim, ja, ok, 100 evrov, cool, ne. Ampak, glej, ne pa vzeti kredita za to, ne pa dati 10 evrov noter, ne, ker jih boš najverjetneje izgubil, ne. Zdaj, kot sem rekel, ne poznam dovolj zgodbe, ampak če ti že nekdo obljublja 1,5 ali pa 1,2 dnevne donose, veš, da mora nekaj smrdeti, ne. Mislim, zelo verjetno je pač neka Ponzijeva shema. Ponzijeva shema pomeni, da izplačujejo te donose z novega denarja, ki se steka noter od novih vlagateljev. Potem pa, ko pač pride do Ponzijeva shema, ko pride do neke točke, ne, se vse skupaj sesuje, ker oni niso sposobni, ker še ti stari hočejo svoj denar, pa ta novi hočejo svoj denar, potem pa pobegnijo z denarjem seveda na Bahame, ne, in to je to, ne. Tako da, tukaj malo paste, no. Dajte pač stvari preveriti, pa če je kakršnakoli zadeva, ki ni ravno ta velika, pomembna kriptovaluta, kriptoprojekt, dajte 10-krat preveriti, pa potem tudi, če vlagate, vložite res denar, ker ga lahko mirno proč vržete, pa se že takoj poslovite od njega. Okay? Drugače ni šans. Ker na tem področju je toliko prevar, da ne moreš verjeti. To je toliko prevar, še resni projekti, še pri resnem vlaganju, te mimo grede nekdo nekaj prenese okrog, kaj šele, da vlagaš v neke majhne kovančke, tam, ki ti jih nekdo ponuja, da boš obogatel. Tretja napaka, stavite vse na enega konja. To sem že povedal, torej razpršite svoje vložke, ne bodite verniki v en projekt, ne bodite tisti, ki je zagrizeno, verjame, da bo ta projekt ravno najboljši na svetu, ne, ker se lahko to mirno ne zgodi. Torej, če vlagate v neke manjše projekte, ne, dajte jih, ne vem, tudi poslovni angeli, ne, ki vlagajo v startupe, ne, vlagajo v eno košarico startupov in vejo, da od 20 projektov mogoče bo eden uspel, ne, razumete? To je pač klasičen biznis, ne? In tukaj v kriptosvetu je zelo podobna stvar, ne? Torej od 20 nekih projektov, ne, ki so majhnih, ne, tam, ki imajo market cap 5 milijonov ali pa 2 milijona, ja, 19 bo šlo v vragu, ne? Eden bo mogoče uspel, ne? Tako da nikoli ne smeš biti vernik, ne? Najbolje je pa vlagati kar v tiste večje projekte, ne? In to je to, ne? Ker so vsaj toliko zihrne. Recimo, ne, prej sem vam pokazal, ne, General Electric, ne, je bil leta 98 do 2000, je bilo največje podjetje na svetu, ne. Kje so danes? Zgubili so 90% tržne vrednosti. Delnica je padla za več kot 90% in najverjetneje bodo šli v nič, ne, ker so toliko zadolženi. Tako da tudi najboljša podjetja na svetu pred 20 leti danes so lahko nične. Tako da kaj šele ti majhni projekti na kripto. Potem hramba. Hramba pri prijatelju ali pa na nekih majhnih obskurnih borzah. Torej,
Prva prioriteta, če imate nek resen denar v kriptoju, definitivno hardware storage, to je zunaj interneta, se reče cold storage, BC Vault ali pa Ledger, torej Ledger Nano ali pa na BC Vaultu, to je ena slovenska rešitev, ki je tudi zelo dobra. Torej BC Vault ali pa Ledger, dajte si upisati tole v Google, pa boste dobili več informacij. Lahko tudi kakšen software wallet, recimo Exodus wallet, ampak morate paziti, da imate to na nekem računalniku, ki ni ravno vaš delovni računalnik, ki ste vsak dan gor, pa imate lahko neke viruse pa podobno. Tako to je druga opcija. Najslabša opcija pa je to, da imate na nekih borzah. Če že imate na borzi, dajte vsaj na neki resni borzi imeti. Recimo Binance ali pa Kraken, bom potem dal linke vam. Ampak na nekih majhnih borzah, tam, ki jih nihče ne pozna, to mimogrede zgine ta denar. Tako da kar pač nek hekerski vdor in tako naprej. Tako da tukaj morate biti zelo pozorni. In še preden gremo na vprašanja v živo, še enkrat bi vam poudaril tole darilce. Torej, če se še niste prijavili, dajte iti na panta-re.si/odprite in bomo imeli, torej čez en teden bomo imeli webinar na širše o vlaganju, kam vlagati večino svojega denarja in kako se izogniti pa s tem finančne industrije, torej brezplačno webinar za vas kot darilce. Preden gremo na vprašanja, torej zdaj lahko tudi že postavite vprašanja, ampak preden gremo na vprašanja pa še tole. Borze. Če recimo bi hoteli vlagati v kriptotrg, recimo bom se postavil v neko vlogo, ni to nek finančni nasvet, kot sem vam rekel, vam ne morem danes finančnih nasvetov dajati, tudi sam nisem finančni svetovalec, ampak lahko se postavim v neko vlogo, če bi danes jaz začel z nekimi majhnimi denarji vlagati v kriptotrg. Recimo, da bi vlagal do 5.000 evrov. Kaj bi naredil? Šel bi na kraken.com ali pa na binance.com. To sta dve od največjih, najbolj zanesljivih borz. Lahko greste tudi na Bitstamp, ampak ima zelo majhen nabor kovančkov, tako da jaz ga ne maram. Lahko greste tudi na Coinbase, ampak pač danes bom te dve omenil, ker sta zelo zanesljivi, zelo veliki. Torej, kraken.com ali binance.com bi odprl račun in potem bi preprosto šel na coingecko.com ali pa na coinmarketcap.com in bi izbral projekte. Danes vam lahko pač povem, kateri so meni tako všeč, ni to nek nasvet, ampak vam bom samo omenil, kaj bi recimo jaz naredil, če bi zdaj začenjal, pa če bi vlagal tam nekje do 5.000. Jaz bi preprosto to razporedil na 5-6 projektov, vsakmu bi dal 20%, recimo, če jih bi zbral 5, in bi preprosto, recimo, pa gremo malo skozi, Bitcoin definitivno kralj, Ethereum, infrastruktura, Polkadot, infrastruktura, Chainlink, izjemno pomemben projekt, predvsem za DeFi, Cardano, tudi infrastruktura, mogoče še EOS, ta zadnji, pa mogoče XRP, Ripple. Mislim, med temi bi zbral tako neki. Tako da ne moramo zdaj reči v tega vlagati v tega, ampak jaz vam pač povem, kaj bi jaz naredil, če bi zdaj recimo začenjal. Tako da to je to. To je tako čist na hitro, kaj bi sam naredil. Samo 20% bi dal v Bitcoin, ne več, drugo bi dal bolj na poslovne projekte. Torej, poslovni projekti so pa, kot so neko Ethereum, Chainlink, Polkadot, Cardano, EOS, Ripple in tako naprej. To so bolj poslovni projekti, ki ustvarjajo realno poslovno vrednost. Bitcoin je pa pač kriptovaluta, ali pa Litecoin, ki pa ne ustvarja vrednosti. Je samo nosilec vrednosti. Torej, Bitcoin je bolj kot neko ni za transakcije. Torej, Bitcoin je zelo neroden za transakcije. Bitcoin je bolj hranilec vrednosti, je bolj podoben zlatu. Novodobno zlato. Torej, Bitcoin je zlato za nove generacije. Nove generacije ne marajo fizičnega zlata, jim je preveč čudno, rabijo nekaj digitalnega. Torej, Bitcoin je hranilec vrednosti v digitalni obliki. Varen, omejena količina, transparenten, to je to. Tako da, toliko mogoče o tem še. Zdaj pa bom pogledal, če so kakšna vprašanja. Ok. Bitcoin je za nič, ja. Ja, Bitcoin, XRP sem omenil tudi, tako da, ja, to je to.
Ja, Ivo, vlagate v 2 konja, ne? Mislim, sam osebno bi razpršil na neki več projektov, kot sem rekel, jaz bi minimalno na 5. No. Zdaj, vsak ima svojo logiko, ampak jaz bi minimalno na 5 projektov. Bom šel malo spodaj bolj, sem malo. Ja, pa to mogoče nekdo omenja, ne, finančni svetovalci, niso vsi slabi, ja, to imate prav. Torej, finančni svetovalci, nekateri so tudi dobri, nekateri so slabi, ne. Jaz mogoče sem prej omenil, ne, tako, finančni svetovalci kot ena grupa, ne, ampak seveda vedno je tako, ne, vedno imaš tiste, ki so v redu v neki branži, tudi finančne družbe niso vse slabe, ne. Nekateri so v redu, nekateri so slabi, ampak nažalost ne, pa pač tistih, ki hočejo samo pobrati čim več denarja, jih je zelo veliko in pač so najbolj agresivni, ne, tako da to je to. Aha, še link tistega webinarja izpred 2 let, čakajte, bom samo na YouTube šel, pa bom tole vam poiskal. YouTube, Popišete v YouTube samo rolih pa kriptovalute. Evo ga in ga imam tukaj, tako da samo sekundo, pa vam ga bom takole vam bom jaz tale link zdaj dal v komentar. To je link do tistega webinarja, ki sem ga imel pred 2 leti, kjer sem govoril tudi precej o osnovah. Mnenje glede P-Network kriptovalute, ki jo lahko rudariš preko telefona. Glejte, bom takoj pogledal, no. P-Network, lahko tudi sami to preverite, recimo, če ste na CoinMarketCap pa na CoinGecko. Jaz bom šel sam na CoinGecko, pa bom preveril, no, tale P-Network, ne, da vidim. Prav mi ga tukaj ne najde, ne. P-Network. Ne vem, ne najde mi ga. Dajte mi poslati link na CoinMarketCapu ali pa na CoinGecko tu. Ker očitno mi ga tukaj ne najde njihov iskalnik in to je že en slab znak. Sem že slišal za to nekje, ampak ne vem, zakaj ga tukaj ne najdem. No. P-Network, gledajte mi poslati link do CoinMarketCap pa CoinGecko strani od tega projekta. Crypto.com, ja, super, mislim, tudi zelo dober projekt, tako da če vam je všeč tudi v njega, mislim, komot lahko nekaj vložite, ne. Kaj menite o borzi Cryptomat.io? Ne, Cryptomat.io, torej, borze, Cryptomat.io nisem še nikoli uporabljal, tako da bom težko ocenjeval. Ampak recimo, če gremo tukaj pogledati na exchanges pri CoinGecko-tu, bom tukaj poskušal jih tukaj najti, če so tukaj, pa če imajo neko oceno. Cryptomat. Ne, tudi jih tukaj ne poznajo. Malo. Ne, gledajte, mislim tako, na CoinGecko-tu je sploh nimajo noter, tako da jaz bi 2-krat premislil, preden bi šel nekaj takšnega uporabljati. Mislim, zakaj bi šel uporabljati neko malo borzo, ki predstavlja lahko večje tveganje, če grem lahko eni od teh večjih, ne. Če grem lahko Binance ali pa če grem lahko Kraken ali pa Coinbase, ne. Mislim, nepotrebno tveganje je, da uporabljaš neko XY borzo, ki je pač bolj majhna, ne. Tako da, ne vem, mislim, lahko jo, ampak jaz recimo osebno ne bi, ne. Ali je priporočljivo vse imeti na hardware walletu? Ja, to je idealno. Idealno je, da imate vse na hardware walletu, danes ne bom šel v globino, kaj je to, kako je to deluje. Imate Google, greste napisati how to use hardware wallets ali pa Ledger wallet ali kaj takšnega, pa potem dobite informacije. Bitstamp je tudi v redu, sem rekel, ampak problem je, da ima ful majhen nabor projektov, v katere vlagaš lahko preko Bitstampa, ne.
Mislim, da ima vsega skupaj nekih 5 ali 6 biti s tem, vsaj zadnjič, ko sem tako gledal. Coinbase je super, ja, tako da to ni problem. Katerih 5 projektov bi priporočal za nove vlagatelje, to sem že povedal, ne, tako da to sem prej povedal. Kriptodavek, ja. Kriptodavek, zaenkrat smo v Sloveniji neobdavčeni pri kripto, če vlagamo, če ne trgujemo, ne. To, če ti samo vlagaš, pa držiš par let, pa potem prodaš, to recimo, če imaš, ne vem, letos 20 transakcij, pa nekih nakupov, pa potem nekaj časa čakaš, pa potem jih boš čez 2 leti prodal, tukaj ni davka. Če pa ti boš dnevno trgoval ali pa tedensko trgoval, pa non-stop neki šaru, pa dokupoval in prodajal in gor in dol, potem pa te seveda lahko obdavčijo kot dejavnost, ne. Tako da potem je pa to zelo velika obdavčitev, ne. Tako da moja logika je, da preprosto imam portfelj, ki sem ga kupil že nekaj časa nazaj, potem sem pa šel vmes nekajkrat dokupil, ne. S tem, da pazim, da ko dokupujem vse na isti dan, pa takrat naredim ruker, da nimam več trgovalnih dni, ne, da mi ne bodo potem mogli reči čez 5 let, ko bom to vse skupaj prodajal, ali pa čez 3 leta, da mi ne bodo mogli reči, ne, jaz si pa trgoval non-stop, ne. Tako da, to je to. Torej, vprašanje, Alen, glede Cardano. Da Cardano, se vam zdi, da Cardano ne bo izpolnil svojega potenciala. Torej, osebno mi je ideja in cilj projekta zelo všeč, imam pa tudi sam denar v njem, zadnje čase pa se mi zdi, da ne gre tako, kot bi moglo, ker izgubljajo veliko časa pred konkurenco. Kaj se vam zdi? Glejte, Cardano je imel en izjemen ruker letos in je šel gor za nekih 500 ali 600%, ne? Če se dobro spomnim, čakajte malo, bom pogledal graf. Sam malo, Cardano, ker tudi sam imam v Cardano nekaj denarja, tako da vem, da eno obdobje je bilo fantastično, je šlo mega gor, potem pa zdaj pač zadnje čase nekaj pada, ne. Ampak mene to ne bi dosti skrbelo. Ja, mogoče nisem malo prej, ja, iz 0,043 lani je šel zdaj na 1,1,3, to je dobesedno krat 4, ne, pa zdaj je pač nekaj padel. Glejte, vsak projekt ima cikle, ne, in ne morate pričakovati, da bo zadeva šla ravno navzgor non-stop, ne. Tudi Chainlink, ne, je šel, letos je šel iz, ne vem, 4 na 8, na 12, na 16, na 20, ne, skoraj da, ne, zdaj pa je na 10, ne, padel za 50%, ne, ali 11, ne. Tako da, ampak to ne pomeni, da čez 3 mesece ni spet lahko na 25, ne. In isto je pri Cardanu, ne. Glejte, vsak projekt ne imaš neke faze navdušenja, ko ljudje, nekaj novega se dogaja pri projektu in tako naprej, ljudje so navdušeni, vsi vlagajo in potem je ohladitev, ne. Ampak problem je, da nikoli ne veš, kdaj bodo te faze navdušenja in kdaj bodo faze ohladitve, ne. Tako da jaz ne špekuliram. Preprosto imam denar tudi v Cardanu, ne, in ga bom imel pač še nekaj časa, ne. In zdaj, kdaj bom šel ven, ne, z Cardana, recimo prvi scenarij je, bom šel ven, če slučajno kriptotrg pa pride v nek tak izjemen eksponentno rast, kot smo jo imeli pred 2 leti, ne, ko so res šle številke noro v nebo, ne. To je prva zadeva, se potem počasi lahko izstopaš, ne, po 20%, ne. Drugi scenarij pa je, da ga držim pač za neko daljše obdobje, če bo kriptotrg, in to jaz upam, da kriptotrg ne bo imel še nekega takšnega balona, kot ga je imel, ampak da bo imel zdaj bolj vzdržno počasno rast, kot jo je imel recimo internet trg ali pa tehnološki trg nekje od leta 2002 pa naprej, ne. Tako da jaz upam, da kriptotrg ne bo zdaj divjal gor v 2 mesecih za 1000%, ne, ampak upam, da bo imel neko bolj vzdržno rast z vzponi in padci, ne, z vzponi in padci. In da bo to bolj vzdržno, pa da bo to malo bolj dolgoročno zadeva trajala, ne. In v tem primeru je pa to lahko za 5 let, za 7 let, za 10 let lahko držiš neko tako zadevo, ne. Ker gledajte, stvar je v temu, ne, ti imaš lahko zdaj, recimo, Ethereum, ne, če pogledamo, ne. Ethereum je imel do zdaj, smo bili največ na nekaj $1400 na Ethereum. Zdaj smo na 300
pa nekaj, samo malo bom jaz takoj pogledal, koliko smo zdaj. Torej, Ethereum je imel, zdaj smo na 366, ne? Pa če pogledam, koliko je bil all-time high je bil pa 1450, ne, skoraj da, ne, 1450. Torej, zdaj smo dejansko na eni četrtini od all-time high, ne. Ampak, a veste kaj? Ethereum je projekt, ne, ki je infrastrukturni projekt, ne, na katerem se ogromno dogaja, ne, ki ga uporablja ogromno projektov iz DeFi-ja in tako naprej. Če bo kriptotrg imel neko bolj vzdržno rast dolgoročno, mirno ima lahko Ethereum čez, ne vem, 5 let ceno 5000, ne, ali pa 10.000. Zdaj se nam zdi to nemogoče, ne, kaj si nor, Robert, ne, mislim, iz 300 na 5000 bo prišel. Ampak je možno, ne, mislim, poglejte Amazon, poglejte Apple, poglejte Teslo, kakšne so te rasti. In tukaj, če se trg razvija, če se vedno več aplikacij gor dogaja, če je tukaj neka večja poslovna vrednost, se lahko mirno zgodi, da čez x let, ne, zdaj koliko je ta x, ne vem, ne, da imaš lahko ceno Ethereuma na 3000, lahko na 5000, lahko na 10.000. Ne. In to je ena stvar, ki si jo zdaj ne znamo predstavljati, ker vidiš tam na 300, ne. Ampak je možno, ne, in se lahko zgodi. Ne. In jaz mislim, da je ena dobra verjetnost, da se to lahko zgodi. Ne. Tako da to so pač te stvari. In Cardano isto, ne. Zdaj je Cardano, če pogledamo Cardano, ne. Zdaj je Cardano je na 0,1, bomo zaokrožili na 0,1, ne. Na 0,1 na Cardano, ne. In all-time high je pa imel 1,18. To je krat 10, ne, od tega, krat 18 od tega, kar sem omenil, ne. Ampak, a je lahko Cardano zaste do 3? To je krat 30 zdaj tisto, kar je. Ja, lahko se zgodi, ne. In to je pa lepota tega trga, ne, da smo dejansko zdaj na začetku, ne. Mislim, ta trg je zelo mlad, ne. Ima še veliko težav, porodnih težav in tako naprej, veliko nezaupanja, veliko je nekih, rekel, tehničnih zapletov, moraš biti malo vešč, ne, kaj tukaj počneš in tako naprej. Ampak to je pač to, ne. To je cena, zato da prideš pač v ta trg, ne. In ti vzponi in padci, ne, so pa pač cena, ki jo moraš počakati, da boš lahko imel neke dobre donose dolgoročno, ne. Tako da zdaj še vedno gre lahko zadeva v nič, ne. Vse je lahko v nič, ne. Samo govorimo o verjetnostih, ne. In jaz menim, da je verjetnost, da bo trg šel lepo naprej, z vzponi in padci, da je bistveno večja, kot pa to, da bo šel v nič, ne. Tako da to je to. Xaurum. Xaurum je pač en majhen projekt v kriptotrgu, ne. Mislim, eden od 1000. Nobeno drugo mnenje ni potrebno imeti. Xaurum, če pogledate na CoinMarketCap, mislim, na CoinMarketCap ali pa na CoinGecko, ne, ga bom zdaj na hitro pogledal, ne. Torej, Xaurum je popolnoma nelikviden, torej skače cena gor in dol tako za 20-30% vsak dan, zato ker je pač očitno je tako majhna likvidnost projekta, da se ni kupcev in ni prodajalcev. Trading volume na dan je 10.000, ker je vse skupaj nič, ne. Market cap je 2 milijona, ker je tudi vse skupaj nič, ne. Tako da jaz mislim, da je to projekt, ki ne bo šel nikamor, ne. Če pogledate tudi graf, ne, kaj se je zgodilo, nekaj let nazaj je bil izredno, bi rekel, drah, ne, potem je šlo pa pač vse skupaj v nič, ne. In mislim, če si kadarkoli vlagal v ta projekt, si izgubil več ali manj 99% denarja in povratka tukaj ne bo, ne. Tako da, to je to. Mislim, bom rekel tako, 99% ne bo povratka, ne. 1% je pa pač vedno lahko neke verjetnosti, da se bo nekaj pobralo, pa ne vem kaj. Omenili ste, da se nekateri kriptoprojekti že uporabljajo dejansko v praksi. Kje se uporabljajo in kateri? Ogromno se jih že uporablja v praksi. To so poslovni projekti. Recimo vam povem en primer, ne, recimo en slovenski projekt, ne, se imenuje Origin Trace, ne. Origin Trail. Origin Trail vam bom dal link noter, ne. Zdaj, ne pravim, da bi mogli vlagati v njega, ne, ok? To sem vam samo dal kot primer, ne. Ampak Origin Trail, ne,
je projekt, ki dejansko je resen poslovni projekt, ne, ki ima stranke, ki ima prihodke, ne, in kaj oni počnejo, ne, oni dejansko, torej oni pravijo making supply chains work together, ne, in lahko slediš, torej, če si ti podjetje, recimo, da si ti Coca-Cola, ne, ali pa neka veriga prehrambenih izdelkov, ali pa neka veriga oblek, ne, lahko ti vsem celotni svoji nabavni verigi lahko slediš preko blockchaina. In oni pač nudijo te storitve, ne. Torej, oni nudijo podjetju to storitev, da pač sledijo vsem tem, zdaj to zelo laično govorim, pa tako pavšalno, no, ne me zdaj prijeti za besedo, če mogoče ni 100% to res, ampak nudijo storitve za podjetja in podjetja jih plačajo, ne. Razumete, to je realen, torej food traceability, ne, Trusted Factory, imajo neke certifikate in tako naprej, ne. Skratka, imajo neko poslovno vrednost, ki jo dajejo na trg, ne. Ali pa recimo, ne vem, projekt BAT, ne, ima Brave browser, ne, torej Basic Attention Token, ne, ima svoj browser, ne, ki je tudi produkt, ne, ki povezuje oglaševalce, povezuje kreatorje vsebin in povezuje ljudi, ne, torej uporabnike. In je noter pač ekosistem, kjer se denar obrača, ne, kjer podjetja plačujejo za oglaševanje in tako naprej. Skratka, so ekosistemi, ki so realni in ki prinašajo vrednost, recimo. Ethereum, ogromno aplikacij se dogaja na Ethereumu. In seveda, ko nekdo naredi aplikacijo, ki deluje na Ethereumu, plača za vse, kar se dogaja gor, ne, plačaš pač neke provizije, nek gas fee, ne, in tako naprej. In je to realna vrednost, spet, ki jo dejansko se dogaja na Ethereumu, ne. Tako da, ogromno je projektov, ki imajo že realne aplikacije in ki že so uspešni, ne, ki že delujejo zadeve, ki imajo že prihodke in tako naprej. Je pa res, ne, da jih je ogromno pač takšnih, ki so šli na začetku, ne. Ali poznate platformo Ace Trade? Ali je v redu, ali naj grem na Kraken? Ace Trade, bom na hitro pogledal, kaj je to. Ne vem, čisto iskreno povedano, ne vem, nisem še slišal za tole, mislim, težko tukaj rečem, ne, zdaj je to resna zadeva, je to ni resna in tako naprej, ampak tako, no, če že vlagaš v neki, pa če imaš nek denar, jaz bi šel bolj na neke standardne borze velike, ne, kjer kupiš, pa potem preneseš ven, ne, z njih, ne, in to je to, ne. Ripple, kakšen nasvet, prosim, buy and hold, tudi sam imam neki Ripple, buy and hold, mislim, kaj češ, tukaj nimaš kaj nobenega nasveta. Koliko je minimalna smiselna vsota denarja, ki jo predlagate za vlaganje v kriptotrg? Mislim, jaz bom tako rekel, no, manj kot enih 500 evrov nima nobenega smisla, no, tako. Ker če imate 500 evrov, potem boste mogli razdeliti to na 5 delov, 100 evrov na vsak projekt, vedno lahko kupujete tudi 0,0001 bitcoin, ne, ni nujno celega bitcoina treba kupovati, ne, isto velja za druge projekte. To me dostikrat ljudi vprašajo, ne, moram cel bitcoin kupiti, ne, ni potrebno, lahko 0,32 bitcoina kupite ali pa 0,02 bitcoina kupite. Tako da, ampak z manj kot 500 evri, ne vem, no, težko boste karkoli tukaj naredili, ne, ker bodo potem provizije prevelike za enkratni nakup in tako naprej. Tako da 500 pa naprej. Torej, Dragica, ne vem, če razumem vaše vprašanje, to ni vlaganje v razliko v ceni kriptovalute, kot je to na borzi, če prav razumem. To boste mogli malo bolj pojasniti, kaj s tem mislite. TRX Tron. Tron je tudi cool projekt, no. Tako da sam več ali manj vlagam v vse te večje projekte. Sem si naredil kot nek indeksni sklad na kripto, ne. Sam, ne. Pač sem kupil nekih 70 različnih kriptoprojektov, imam od malih do velikih, več denarja je seveda v teh velikih, potem pa imam tudi enih, ne vem, 30 takih, 40 takih čist majhnih zadevc, ki lahko bo, mislim, ker vem, da 90% od njih bo šlo v nič, ne, nekaj treba, da pa pač šle ful gor, ne, ampak to je pač moja logika, ne. Torej, Davorin, to sem že odgovoril. Katere so kriptovalute, ki niso samo nosilci vrednosti, kaj počnejo? Torej, to so ti poslovni projekti, ne? Kot so Ethereum, Cardano in tako naprej.
tukaj se dogajajo realno, se razvijajo aplikacije, ki so potem realno uporabne v poslu ali pa v nekom realnem svetu, mislim, med fizičnimi osebami, recimo kot se neko Brave browser, ne, in podobno. Ne. SXP, to je verjetno Swipe, Swipe, ja, tako, tudi sam imam nekaj denarja v Swipeu, tako da se pravim, praktično mi boste vsega tega velikega rekli, bom rekel, ja, imam noter, ne, ker pač vse nekako vlagam, ne, in to je to, ne. Ali poznate kakšne profesionalne day traderje za BTC, ETH in tako naprej? Ne poznam. Mislim, gledajte, teh day traderjev je lahko ogromno, ne samo vprašanje, kdo dobiva denar in kdo ga izgublja. In nažalost tisti, ki ga dobivajo, so verjetno neki hudi profesionalci in ne bodo kar tako hoteli vašega denarja, mislim, delajo s svojim denarjem in to je to, ne, tako da pozabite na to, da boste jim dali svoj denar, pa da boste obogateli. Pa tudi, če bi jim ga dali, ne, je to zelo nevarno, ne. To je isto, kot da ga daš prijatelju, ne, mislim, nekomu, ne, tako, pa ti lahko zgine, ne. DeFi, ne bom se danes poglabljal, to je decentralizirane finance, ampak če že hočete biti izpostavljeni DeFi-ju, boste preko Ethereuma, preko Polkadota, preko Chainlinka ste ful izpostavljeni DeFi-ju. Če bo šlo DeFi-ju dobro, bodo šli tudi vsi ti projekti dobro. Kaj pa vlaganje v sklade, kot so Economy? Economy je slovenska zadeva, sam nisem prevelik navdušenec skladov na kriptu. Prvič imaš provizije in drugič je vprašanje, kakšno razpršitev ti ponudijo. Tako da sam raje grem na borzo, na Kraken, pa si naredim svoj sklad, pa nimam nobenih provizij. Nikoli. Kupiš, ja, plačaš neko majhno provizijo nakupno, in potem nimaš nobenih provizij. Mislim, zakaj bi vlagal v nek sklad, ne, če lahko si sklad naredim sam. Mislim, porabim za to, naredim na Krakenu račun, naložiš denar gor, kupiš tistih 5, si porabil vsega skupaj 1 uro časa. Ne. In mislim, zakaj bi vlagal v nek sklad, ki ti bo potem šel vzel vsako leto 3%. Mislim, jaz ne vidim tukaj neke logike. Matej, isti odgovor, ne. Mislim, zakaj bi preko nekega podjetja vlagal v kriptotrg, ki ne veš, kdaj ti bodo odnesli denar pa zginili, če lahko sam greš na Kraken, na Binance, kupiš tistih 5, 6, 7, 8, 9, 10 in je to, ne. Mislim, res ne vidim enega hude logike v čemurkoli drugmu, ne. Kako izračunamo vrednost posameznega kriptokovanca, če ne vemo, koliko je vredno samo podjetje? Ja, to pa je trik, ne, oziroma to pa je dilema, ki bo vedno obstala, ne. Kako lahko izračunaš vrednost nekega podjetja ali pa nekega kovanca? Ne moreš, ne, to je pač, mislim, imaš en kup modelov, ampak zelo težko, ne, boš ti ocenil realno, koliko je vredno, ne. Tako. Mislim, tukaj je vedno, mi vlagamo v neke stvari, ki verjamemo, da bodo šle v prihodnosti dobro in da bo prihodna vrednost bistveno večja. Zdaj pa, ja. Kaj mislite o JFI projektu? JFI je Yearn Finance, potem pa imaš vse sušije in milijon je nekih teh novih projektov, ki imajo neko hrano v imenu, ne. Čakajte, najdu kakšnega. Suši je eden, ne. Potem imaš Cream in en kup teh, ne. Glejte, težava je v tem, no, pri teh projektih. En del DeFi-ja je tako imenovani yield farming. Ne bom zdaj razlagal, kaj je to, dajte si poiskati v Google. Yield farming, bom napisal samo v komentar. Yield farming. Yield farming je ena stvar, ki ne prinaša nobene vrednosti. Mislim, za ekosistem in za nasplošno kriptosvetu, ne. Torej, yield farming je samo obračanje denarja, pa iskanje nekih pač lukenj v sistemu. In jaz mislim, da je to samo ena začasna zadeva, ki bo pač, ne vem, obstajala nekaj časa, potem bo pa se skupaj išlo v vlagu, ne.
Tako da jaz se čist, bom tako rekel, strogo se izogibam vsem tem neumnostim, ki se pač jih da tudi kupiti, ne. Ja, sej lahko na hitro zaslužiš, ne, pa če imaš srečo, pa če kupiš nizko, pa prodaš visoko, pa tako naprej, ne, ampak to so stvari, ki nimajo nobene dodane vrednosti, je samo mešetarjenje z denarjem in mi ni všečno. Ja, če delnice močno padijo ali tudi kriptotrg, ja, lahko, vse skupaj je precej lahko zdaj povezano in se lahko zgodi, ne. Tako da zato pa pravim, ne gledati kratkoročno, zato ker mimogrede se ti lahko zgodi, ne, da ti trg zelo močno pade, ne. Staking da ali ne? Da. Staking, recimo za Polkadot, tudi sam uporabljam staking. Na Krakenu lahko stejkaš Polkadot. Zdaj spet, kaj je staking? Čisto enostavno povedano, ti parkiraš svoje kriptožetone od, recimo Polkadot kriptožetone, nekam in tam ti Polkadot žetoni potrjujejo transakcije v ekosistemu, na mreži. In s tem pomagajo vzdrževati sistem, mrežo. In zato si nagrajen, okay? In dobiš nove Polkadote. Tako da sam tudi stejkam Polkadot na Krakenu. Okay? Zdaj, to ni toliko varno, ne, kot če bi imel Polkadot potem zunaj, ne, na neki zunanji denarnici, ne, ampak ocenil sem, da ker pač nimam zdaj polovico denarja v Polkadotu, ne, ocenil sem, da pač mi to lahko prinese neke dobre donose ob nekem izjemno nizkem tveganju. Ja, saj lahko tudi v Krakenu vdrejo, ampak Kraken je od najbolj varnih borz, ne, tako da verjetnost, da ti vdrejo v Kraken je izjemno, izjemno majhna, ne, pa v Binance, ne. Tako da jaz sem rekel, ok, to je sprejemljivo tveganje. Tako da ja. Kriptomat sem že omenjal, smo že obdelali, ne? Aha, Revolut. Torej, nakup kriptovalut preko Revoluta. Mislim, Revolut je resna banka, tako da Revolut je online banka in jaz tukaj ne vidim nekega velikega tveganja. Tako da mirno, mislim, ni nek problem. Jaz imam tudi poslovni račun za moje angleško podjetje na Revolutu in Revolut je fantastična zadeva in je regulirana in vse, tako da verjetnost, da ti bo šel v Revolut drago, je izjemno, izjemno majhna. Ja, torej, če na borzi kupiš kriptovalute in jih potem preneseš na offline denarnico, ali je tukaj kakšen fee? Ja, definitivno. Vsak prenos je tudi nek majhen fee, ampak ti feeji so tako majhni, ne, da če enkrat to prenašaš, je to zanemarljivo. Zdaj, če boš vsake 2 dni prenašal gor in dol, potem bo to velika zadeva, ampak če pa enkrat to preneseš, pa potem držiš 2 leti, ne, je to zanemarljivo. Tako. In isto potem, ko preneseš nazaj na borzo, ne. Vsaka transakcija te nekaj stane, ampak je to zanemarljivo, če imaš tukaj malo transakcij, ne. Volitve v Ameriki vpliv, težko reči, nemogoče reči, težko. Mislim, to je isto, kot da bi bil Denis čarobno kroglo, ne vemo, ne, kakšen bo vpliv. Ja, Crypto.com sem že omenil, so cool projekt, tako da so čist cool. Kakšno vprašanje bom tudi spustil, ker jih je ogromno, pa danes ne bom uspel odgovoriti. Kateri vir mediji so najbolj zanesljivi za informacije, kaj se dogaja v kriptosvetu? Cointelegraph. Cointelegraph vam bom zdaj tukaj. Cointelegraph je neka taka, spletna stran, ki ima ogromno novic in člankov in tako naprej. Cointelegraph.com. Sam malo bom tole removal. Okay. Ali se splača denarno vsoto manj kot 5.000 evrov predstaviti iz Bitstampa, na katerem imam 5 projektov na Kraken? Glejte, iz Bitstampa na Kraken nima nobenega smisla, ker sta obe kriptoborzi. Če hočete višjo varnost, ker tudi Bitstamp je izredno varna borza.
Če hočete višjo varnost, boste mogli prestaviti na offline wallet, torej na hardware wallet, kot je na primer Ledger ali pa BC Vault, ne? Ali pa na nek software wallet, ne? Kot je na primer Exodus wallet. Ne? Zdaj, iz Bitstampa na Kraken prenašate pa popolnoma brez veze. Mislim, če jih imate kupljene, pa če hočete iz istmi ostati naprej, brez veze, da boste prenašali na Kraken. Ne? Spletne platforme, kot je eToro, se nikoli ne uporabljajo za nakupe kriptovalut. Zakaj ne? Zato, ker tam nimate realno kriptovalut. Tam so dejansko izvedeni finančni inštrumenti in vi ne morete si tistih kriptovalut, ki jih imate na eToru, si jih prenesti na svojo denarnico. Tako da eToro definitivno ne. eToro je cool za copy trading, ampak nič drugega. Ne kupovati, ne delati nič drugega na eToru, ker eToro je pač firma, lahko tudi propade, ne? In zgubiš vse. Ne? Tako da, zgubiš, vse imajo tudi neko varnost, ne? Investor Protection Fund in tako naprej v Evropski uniji, sam vseeno, brez veze iti v neke tvegane zadeve. Ne? Economy sem že obdelal. Ja, neki skladi in tako naprej, kjer upravljajo profesionalni strokovnjaki, vzamejo x% vašega dobička. Moje mnenje je, da bi to, najverjetneje bodo imeli slabše donose, bistveno slabše donose, kot če preprosto kupite pa buy and hold. Zato, ker kratkoročne špekulacije zelo redki dobivajo, pa če vam še vzamejo delež profita. Jaz mislim, da če greste na buy and hold, boste imeli bistveno boljše donose, pa še nobeden vam ne bo dobička, da je imel, tako da. Wirex ne poznam. Kje lahko kupim vašo knjigo? Ni je potrebno kupovati. Rade volje vam jo podarimo, no. Tako da dajte pisati na mail na pisarna afna.pantare.si, tisto, ko ste dobili maile, pa vam bomo na nek način se zmenili, da vam jo podarimo. Ok. Ali bodo donosi za ETH staking v primeru 32 ETH in manj 32 enaki? Glejte, Ethereum boste lahko, ko bo dvojka prišla ven, to bo nekaj konc leta, bomo lahko stakali tudi Ethereum. Potreboval boš 32 Ethereumov, da boš lahko stakal, ampak ziher se bodo pojavile že kakšne rešitve, da boš lahko tudi manj. Tako da počakajmo, pa bomo videli. Ne? Drugače pa verjetno bo recimo že, mogoče bo celo Kraken omogočil stakanje z manj kot 32. Ne? Bomo videli. No? Ja, Ethereum je poslovni projekt. Torej prinaša poslovno vrednost. Na njemu, to je podobno kot Windows, torej Ethereum je podobno kot Windows, je kot nek operacijski sistem, na njemu pa potem različni razvijalci delajo aplikacije, kot so na primer Word, PowerPoint, Photoshop in tako naprej. Okay, tako da je poslovni projekt. Aha, kje gledam grafe? CoinGecko. Najraje imam CoinGecko, bom ga zdaj objavil. Lahko je Ethereum boljši od BTC-ja? Jaz mislim, da ima veliko verjetnost, da bo Ethereum imel boljše donose v prihodnosti kot Bitcoin. Nikoli pa ne veš, ampak verjetnost je večja po mojem, da bo Ethereum imel boljše donose kot pa Bitcoin. Ali imate kakšno izkušnjo s kakšno borzo, recimo Bitstamp in konverzijo iz kripto v fiat zneski do 5000 evrov, tako strani Bitstampa kot svoje banke? Ja, to ni nobenega problema. Nisem se sicer še nikoli prodajal, ker pač držim moje imetje, kripto imetje, ampak preprosto, isto kot ste zdaj kupovali z evri, ste kupovali recimo Ethereum, ga boste potem prodali, ne? Boste pač rekli, aha, prodam toliko in toliko Ethereumov, za toliko in toliko evrov in dobite evre gor in potem preprosto prenesete na svojo banko in to je to. Tako da tukaj ni nobenega problema. Za staking, recimo en cool projekt še za staking ne je Cosmos. Ne? Cosmos je en cool projekt, ne, ki tudi dobiš kar dobre nagrade za staking. Ne? Torej Cosmos, kratica je pa Atom, kot Atom, ne? Torej kot Atom. Ne?
VeChain poznam, ja, je super projekt. Share token, SHR, ja, ne bom nič rekel, ker je toliko teh share, ne vem kaj tokenov, da ne vem. Polkadot jaz mislim, da ima lepo prihodnost. Ne. Polkadot se zelo lepo razvija, ekosistem je sicer nov ekosistem, ampak je izredno zmogljiv, tako da jaz mislim, da bo pa interoperability ima, ne, torej ne konkurira Ethereumu, ampak sodeluje z Ethereumom. Ne. Tako da jaz mislim, da je lepa prihodnost in za Polkadot in za Ethereum. Je še kakšen takšen projekt kot JFI, ki je noro zastel? Ja, se jih je dosti, ne, ampak problem je najti tune, ki še niso zasli, pa bodo, ne. Robotina. Robotina ima en cool projekt, samo zadnje čase ga nisem več spremljal. No. Robotina Rocks, ja, precej slabo mu kaže zdaj, mislim, da je na 800. mestu, zelo majhen market, sam milijon, ne. Ja, v enem letu šel dol za 90%, ne. No, not good. Ne kaže dobro, mislim. To je zame znak, torej Robotina, ROX, ne kaže znakov življenja, tako da pustimo. Nisem nikoli vlagal, ampak tudi zdaj ne bi, ker kaže dejansko, da ne bo nič z njega. Predvidena rast Polkadota je pa natančno 372,8%. Ne, se heca. Nihče tega ne bo znal vam povedati, ne, kakšna je predvidena rast nekega projekta. Ne. KBC, samo malo kaj KBC, vsake kratice pa tudi ne poznam. Karat Gold. Jaz bi se izogibal, čisto iskreno. Sem že nekajkrat naletel na tale Karat Gold, ampak ne. V enem letu tudi minus 92%, v zadnjem, to pomeni, da je projekt mrtev. Ker če v zadnjem letu ni zastul, to pomeni, da je mrtev projekt. Tako da, pustite pri miru. Ja, Kriptopija je pa ena od tistih borz, ki je šla k vragu, ne. Mislim, da so vdrli vanjo, pokradli denar in to je to. To je pač se zgodi. Eligma, to je GoCrypto. Eligma, mislim, da je to GoCrypto po novem. Upam, da ste spremenili. Jaz sem tudi imam nekaj denarja v GoCrypto. Mislim, to je en projekt, ki živi, no. Tudi zadnjič sem par nakupov sem plačal preko njihovega sistema, ki imajo trgovci, torej ti lahko kupiš preko mobilnega telefona, imaš gor neki GoCrypto, pa kupiš, pač poskeniraš samo tisto kodo, ne, in je isto, kot da bi recimo s kreditno kartico pa z navadno bančno kartico kupoval, ne. To se mi zdi en tak cool projekt, ne. Cool projekt, ampak ne vem, mislim, ne bi pa zdaj nekaj vlagal ful van, no, tako. To je eno tak manjših, ne, in je bolj, mislim, ne bi zdaj vlagal denarja, kot da bi pričakoval neke ful donose. Kakšno mnenje o Stellarju? Pač še en večji projekt, ki je cool. Tako da, to je to. Kako vlagati v te res male projekte, koliko procentov, ne vem, če imaš 10,000 v kripto, koliko bi, jaz recimo logiko imam 30% v te majhne, 70% v velike. Ja, Matej, kako sledite tolikim projektom? Glejte, svojemu portfelju vedno lahko sledite preko nekih aplikacij. Kripto, portfolio, tracker. Napišite tole v Google, pa vam bo najdel nekaj teh kriptoportfolio trackerjev, pa boste dobili. Posnetek bo na voljo, ja.
Ok, to sem se odgovoril. Banka Wirex, ne poznam Wirex. Ne poznam, ne bom nič rekel, ker ne poznam Wirex. Bi mogel malo pogledati, kaj to je. Webinar za $1 milijon, hvala za koristne informacije. Cool, vse jaz mislim, da bo zdaj dovolj. Glejte, skupaj smo zdaj dejansko 2 uri, tako da... Aha, še zadnje vprašanje. Ali imajo borze možnost povračila škode ali odpravnine, če se zgodi vdor in kraja denarja? Ne. Sej to je pa trik, ne. To je pa trik, zato pa pravi, da morate poskrbeti sami za varnost, ne. Pa če že imate na borzi, imate potem tisto, kar je ostalo, ker nekaj malega, ne. Večino pa morate dati nekam ven, ne. Tako da to je to. Cool. Ok, jaz se vam zahvaljujem za udeležbo na tem webinarju, meni je bilo fantastično všeč tukaj z vami. Vidimo se čez en teden na naslednjem webinarju o investiranju, tako da še enkrat bom tukaj dal tale link, če se še niste prijavili, torej panta-ray.si/odprite. Tako da lepo se imejte, veliko lepih donosov v kriptotrgu, pa tudi drugače in veliko drugih uspehov. Tako da hvala in lahko noč.